Lep pozdrav, teden je okoli in spet je tu odmev tedna. Tokrat komentirava dogodke z našim stalnim komentatorjem, z nami je Aljuš Pertinač. Aljuš, lepo pozdravljeni. Dober dan in hvala lepa za povabilo. Začnimo najprej s prvo udarno vestjo tega tedna, torej Nova Slovenija, konkretno poslanci sedanji in bivši, recimo Vrtovec, Žakelj, Tonin in Jožef Horvat, so praktično bili ovadeni. Okrajno sodišče v Ljubljani je vložilo obtožni predlog zoper njih, in ker so bili člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, tako imenovani KNOVS, in oni naj bi domnevno zlorabili položaj v okviru nadzora KNOVS-a, ker jih je menda zanimalo, ali preiskujejo koga od njih v tisti zadevi Dars. Zdaj, zakaj to ravno pred volitvami? Ja, tu sta zdaj dve možni teoriji, ne. Ena je ta, ki jo zagovarja tudi dežurni zdaj razlagalec, bi rekel, postopkov aktualnega režima proti vsem tistim, ki se z režimom v celoti ne strinjajo, ne. To je profesor Šepec, ne, ki pravi, saj bojo na sodišču dokazali nedolžnost, ne. Zdaj mi, pravni laiki, smo do zdaj živeli očitno v utvari, da pri nas velja ravno obratno, ne? Da pač ti morajo krivdo dokazati na sodišču, da velja za vsakogar domneva nedolžnosti, ne? Saj pri vseh postopkih v tem mandatu, raznoraznih, ki so se tikali glavnih predstavnikov aktualnega režima, predsednika vlade in drugih, ne, smo zmerom poslušali, da je vsak nedolžen, dokler se mu krivda ne dokaže. Očitno to velja samo za pač aktualno oblast, ne. Za vse ostale pa velja obratna, ne, domneva, vsi so krivi, dokler ne dokažejo nedolžnosti, ne. Nenavadno je, ne, in vsak se mora zavedati, čeprav so formalno veje oblasti med sabo ločene, ampak tudi glede tega vemo, kako je pri nas, ne. To je treba dokazovati vsak dan, to pa je treba dokazovati, ne, in vsak, ki je član katerekoli veje oblasti, bi moral se vsak dan zavedati, da z zgledom in z vsem ostalim mora pač dokazovati svojo neodvisnost, ne. Pri nas je ravno obratno, ne. Se v tem lahko še potem kasneje kaj rečeva. Ja. In je skrajno neprijetno, da res na predvečer uradne volilne kampanje, ne, ko smo že dejansko, de facto smo v predvolilnem času, ne, se kaj takega zgodi. Posebej zaradi zadeve, za katero tukaj gre, ne. Zdaj, če bi to šlo za to, da bi oni pač nekaj počeli, bi rekel, ko ne bi upravljali funkcije za državo, ne, ker te poslanci niso, bi rekel, udrli tam v neko tajno sobo pa neke tajne arhive pogledali, ne, niso v takem smislu zlorabili svojega položaja, ampak je tle samo dilema, ali so kot člani pač parlamentarne komisije za nadzor nad tajnimi službami, ne, se pravi v okviru svojega posla naredili še nekaj, kar ne sodi v ta posel, ne. In problem, ki ga mi imamo v Sloveniji je, da mi ne razumemo, da ljudje, ki delujejo v interesu in v imenu Republike Slovenije, pač delujejo v interesu in v imenu Republike Slovenije. Ne za svoj privaten interes, ne. In to, da so zdaj ti štirje poslanci pač, da je že obtožni predlog, ne, se pravi, da se jim to očita zdaj ravno pred volitvami, gotovo bo imelo vpliv na predvolilni čas in bo to nek zunanji poseg v kampanjo, ne, ker kaj že danes vemo, gospa Petrovčič, je to, da epiloga do 22. marca sigurno ne bo, ne? Ja. Kar pomeni, da v bistvu mi ne bomo vedeli, ne, ali so oni, kot pravi doktor Šepec, ne, dokazali svojo nedolžnost na sodišču ali niso dokazali, ne. In to je zavržno. Pač sodna veja oblasti bi morala vedeti, da ni v vakuumu in da ne more na tak način posegati v politično vejo oblasti oziroma v predvolilno kampanjo, ne. Ampak spomnimo, ne, mi smo imeli že primer, ko je bil glavni kandidat ali pa eden glavnih kandidatov za zmago na volitvah, ne, v času predvolilne kampanje v zaporu, ne. Kasneje je bil spuščen na prostost in Ustavno sodišče je za nazaj ugotovilo, da je bil protipravno
zaprt, In ni da je obsojen bil nedolžen. Ja. Ja. In zdaj, oziroma mu krivda, ne, ker takrat je to še veljalo, zdaj ne velja več, ni bila dokazana na sodišču. Ne. Zdaj imamo nove očitno standarde, ne vem, a Evropska unija to recimo ve, a smo naše partnerje v Evropi obvestili o tem, da imamo zdaj nove pravne standarde v Sloveniji za poslance opozicije, ne, kjer morajo oni dokazovati svojo nedolžnost. Ne. In sam še to potem pa končam, višek hinavščine je pa predvsem to, ne, da predsednik vlade, ki se cel mandat na vse kriplje izogiba, ne, da bi dokazal svojo nedolžnost, ne, če uporabim za isto primerjavo, pa je imel za to 1001 priložnost v vseh raznih postopkih, ki tečejo proti njemu. Ne. Zdaj komentira, da kaj se ima tuja politika za vmešavati v slovensko pravosodje. Ne. Kot da ne bi imeli Vere Jourove, podpredsednice Evropske komisije, ki je šla na sodišče, ustavno sodišče. In kot da ne bi vedeli, kako zadeve pri nas funkcionirajo. Ne. Če si del režima, del oblasti, ne, ali pa prave politične barve, ne, se postopki vlečejo v nedogled ali pa se sploh nikoli ne začnejo. Ne. Če pa nisi, kot je v primeru teh 4 poslancev Nove Slovenije, ne, pa rokohitrsko, ne, čarovniško skoraj pravosodje deluje z ne vem kakšno hitrostjo in njih zdaj so vložili obtožni predlog. Ne. Ja. Jaz sem skoraj 100% prepričan, ne, da 4 poslanci NSI-ja bojo dokazali svojo nedolžnost oziroma da jim krivda ne bo dokazana, ampak to ne bo popravilo škode, ki jim je bila storjena zdaj, ko v bistvu bi moral biti fokus na to, da oni prepričajo volivke in volivce, ne, da jih je vredno podpreti na volitvah. Zdaj namesto tega se bojo mogli pa braniti nekih očitkov, ki so v bistvu celo tako, ali pa en stran za lase privlečeni, po drugi strani pa tako nedefinirani, ne, da se proti njim niti ne moreš uspešno braniti. Ne. No, ampak več kot to, ne, zdaj tudi prek stalnega predstavništva Evropske unije so Evropskemu parlamentu posredovali zahtevo za odvzem poslanske imunitete za gospoda Tonina. To se pravi, so spet izvozili problem, ki praktično ni sploh še razrešen. Ne? Se pravi, očitno so največji kriminalci v Sloveniji, ta hip so, ali pa eni največjih so te 4 poslanci Nove Slovenije. Ne? Ja. In pravni red je tako ogrožen v Sloveniji, da je treba zdaj navratno nos storiti vse, kar se da, zato da se jih čim prej obsodi. Ne? To je res, bi rekel, če še bilo kaj dvoma prej, da je slučajno sovpadlo, časovno to z pač naprej večer volitev, tako rekoč. Zdaj vidimo, da s tem siljenjem, ne, pa s tem nekim hitenjem, pa v bistvu z koraki, ki so brez primere v slovenski zgodovini parlamentarni, ne, ker takih primerov še pa res nismo imeli, kaže, da to ni naključje in da enostavno gre za neko gonjo. Ne. Zdaj, zakaj bi ta gonja bila? Politični motiv ni težko najdete. Ne? Očitno je nekdo ocenil, da je Nova Slovenija pač najresnejši koalicijski partner najverjetnejšega zmagovalca naslednjih volitev, stranke SDS, in bi radi na vsak način pač zmanjšali njihove možnosti, da dosežejo volilni rezultat, ki bi jim omogočil, da sodelujejo v vladi. Ne? In ker so na SDS in Janeza Janšu že izvalili toliko blata, da enostavno, po moje, se nič več ne prime, ne? So se zdaj očitno zbrali neko tarčo, za katero zgleda ocenjujejo, da je bolj da je lažja tarča in da bi se dali še tukaj narediti. No, ampak oglasil se je tudi Manfred Weber, to se pravi, reagirala je Evropska ljudska stranka, pa tudi njegova kolegica se je oglasila in seveda sta rekla, da, to je Lena Dupont, da naj Evropska komisija podrobno spremlja sodne postopke v Sloveniji. Saj naj bi bili ti v času pred volitvami, naj bi vzbujali resne dvome in o spoštovanju vladavine prava, neodvisnosti sodstva in tako naprej. Zdaj, kaj bo pravzaprav ta apel povzročil? Sploh kaj? Ali bo to sploh na kaj vplivalo? Ne, logično je. Ne? Pač predsednik Evropske ljudske stranke mora pač na tak način odreagirati, mora zaščititi svoje člane, ki tu kandidirajo na nacionalnih volitvah. Ne? Vemo, nacionalne volitve so pomembne tudi za evropski nivo politike, zato ker pač nacionalne volitve dajo nacionalno vlado, ki potem sodeluje tako z Evropskim parlamentom, kot tudi z Evropsko komisijo. Ne?
Jaz se bojim, da pri nas ta poziv ne bo nič povzročil. Ker mi smo se, gospa Petrovčič, če ne prej, pa v zadnjih 4 letih že navadili, da noben poziv, niti poziv Glas razuma, niti poziv z neke inštance, katerekoli domače ali tuje, ne povzroči praktično, nima nobenega učinka na aktualno oblast. Ne? Se pravi, aktualna oblast v Sloveniji, tako sodna kot politična, meni je žal, da moram to reči, ampak kar se sodne oblasti tiče, imam podobno stališče, počne enostavno, kar želi. Ne? Mi smo prišli v situacijo, da tudi ustavno sodišče, ki sicer ni nominalno nek vrh pač sodne veje oblasti pri nas, ker ima sui generis status, ampak vseeno, ne, če je to sodišče, ne, pač spada pod pravosodje in v končni inštanci se pravosodne odločitve lahko preverjajo na ustavnem sodišču. Ustavno sodišče se obnaša tako, kot da je spoštovanje ustave opcijsko pri nas, po novem. Ne? Se pravi, neka opomba pod črto. Ne? Sodnice pišejo ločena mnenja, kjer se referirajo na neke članke na nekem spletnem portalu in tako naprej. Ne? Skratka, nič, kar se je dogajalo v Sloveniji v zadnjih 4 letih in je povezano z aktualno oblastjo, ne, nas ne prepričuje, da tu vlada nek pravni red, da smo vsi enaki pred zakonom in da so pravila enaka za vse. Ravno obratno. Ne. In tisti, ki zdaj očitajo internacionalizacijo teh težav, ne, bi se morali spomniti, da so še nedolgo nazaj sami počeli isto, na način, ki pa je res bil sporen, ne, kjer so se recimo slovenski ustavni sodniki z nekimi evropskimi komisarkami dogovarjali o tem, kako bo tekel proces pri nas. Ne? In je tudi dejansko tekel drugače. Ja. In zdaj recimo neka javna politična izjava, ne? Manfreda Webra nikakor ne more vplivati na postopke v Sloveniji na način, kot je pač vplivalo to dogovarjanje, ki sem ga ravnokar opisal. Ne? In to je spet še ena v vrsti dvoličnosti, kjer tisti, ki so nominalno največji zagovorniki enakosti pred zakonom, človekovih pravic, svobode govora in tako naprej, ne, v resnici ravnajo popolnoma obratno. No? In meni se zdi to zavržno in bi rekel zelo čez mejo dobrega okusa. No, oglasil se je tudi Robert Golob in to obsodil, pri čemer je čistil janšiste na policiji, RTV Slovenija. Ja, se sva prej rekla, ne, pač predsednik vlade, ne, seveda, on je dober v tem, da druge obtožuje predvsem tega, kar sam ves čas počne. Ne. Verjamem, da se rad gleda v ogledalo, ampak očitno mora zamenjati ogledalo, ker slika, ki jo vidi, je zgleda tako, je bistveno drugačna od dejanske podobe, ki jo on kaže. No, še eno majhno detaljno vprašanje je tu. Prejšnji teden, ko je bila na obisku Evropska ljudska stranka, je bila v Ljubljani, seveda je prišel gospod Manfred Weber, pa še nekaj kolegov, ampak vendarle istočasno dan prej so bili v Zagrebu, pa je bila tam tudi Ursula von der Leyen, pri nas pa ne. Tako da se je tukaj pojavilo vprašanje, ali imamo mi sploh tudi v tej Evropski ljudski stranki na nek način enako težo, kot bi jo mogoče lahko imeli, je nimamo, ali sploh lahko na kaj vplivamo, ker Hrvati so le očitno bolj močni v Evropski ljudski stranki. Če predsednica Evropske komisije po strankarski liniji izbira, kjer države obišče, kjer ne, je to slabo. Ne? Jaz ne vem, ali ne. Možno pa je, da pač izbira države potem, kjer ima Evropska komisija večji strateški interes in ki imajo boljši status znotraj Evropske unije. Če je to drugo, potem me ne čudi, da je na Hrvaškem bila, pri nas pa ni bila. Ja. Ker Robert Golob in vlada Roberta Goloba je v teh 4 letih naredila praktično vse za to, da bi si Slovenija čim bolj zmanjšala ugled znotraj Evrope in Evropske unije in čim bolj zapravila status neke enakopravne partnerke znotraj Evropske unije. Ne? Tako da, če je to drugo, potem me ne čudi, da je v Zagrebu bila, v Ljubljano pa ni prišla. Ne? Če pa je to nek strankarski motiv, zato ker tam ima kolega iz svoje politične skupine, tu ga pa nima, pa mislim, da se na tak način predsednica Evropske komisije res ne bi smela vmešavati v predvolilno kampanjo. Ne? Ampak se bojim, da je bolj ta drug razlog, se pravi, da smo mi sami krivi, da Evropska komisija misli, da pri nas nima kredibilnih sogovornikov oziroma da tu enostavno nima nobenega interesa. Ne? Kar se bojim, je tudi slabo sporočilo za tiste 4 poslance Nove Slovenije, ne? Ker če to drži, potem ne morejo pričakovati, da bi nek pritisk iz Brusla jim lahko zagotovil pošteno obravnavo v slovenskem pravosodju. Zato je še toliko bolj pomembno zdaj pred volitvami, da nekako težimo, da vemo, da je pomembno, da dobimo stabilno desno vlado. Natanko to so govorili, ko so bili tu. Ne? To je jaz bi rekel tako, ne, pač
rabili bi stabilno vlado. Ne? Zdaj, za suku desno, jaz mislim, da ne bi bil nacionalna katastrofa. Ne? Strinjam se sicer z ocenami tistih, ki pravijo, da za nas, ki smo recimo leve politične provenience, ne, bo velik napor, mora biti nova vlada Janeza Janše. Ne? Ampak koga ste tu mislili sebe? Jaz se tega napora pač ne bojim. Zato, ker ta napor, ki ga imamo zdaj, ne, ko je vlada, ki bi naj bila nam politično bliže, ne, tistim, ki pač recimo smo leve politične usmeritve, je bistveno hujši, sem prepričan, od vsakršnega napora, ki bi ga mogoče lahko morebitna četrta Janševa vlada povzročila. Zakaj? Zato, ker pri Janezu Janši prvič se ne gre slepiti, ne. Njemu je težko se obnašati, saj približno tako, kot se recimo zdaj obnaša Robert Golob pa njegova soproga, ker itak vsi so na preži takrat, ko je on vlada. Ne? Še ko je on v opoziciji, so vsi na preži in ga vsi bremzajo in nadzirajo in tako naprej. Sploh ni možno. Tudi če bi imel tak interes, pa ga nima, se verjamem, da bi se obnašal kot Robert Golob, to ni mogoče. Ne? In drugo, kar je, ne, to, kar imamo zdaj, ne, in kar se počne v našem imenu, se pravi tudi v mojem imenu, če sem jaz pač nekdo, ki je levičar po političnem prepričanju, ne, je še dvakrat bolj zavržno, ker to ni levica in to ni to, kar bi jaz rad. Se pravi, mene nič ne moti, če bo desna vlada, si pa zelo želim, da kakršnakoli vlada bo, da bi res bila stabilna. Stabilna v tem smislu, da seveda ne bo sam preživela, ne, ali pa preživljala prosti čas na oblasti, to, kar počne aktualna vlada in se fajn ima in je figo briga, kaj se z državo in državljani v resnici dogaja, ne, in kakšne posledice ima to njihovo preživljanje prostega časa na oblasti, ne. Ampak da bo imeli neko stabilno vlado, ki bo hotela narediti nekaj za Slovenijo. No. In jaz sem trdno prepričan, da če bo prišlo do spremembe oblasti, je veliko večja možnost, da bomo dobili tako vlado, kot če se bo nadaljevala v kakršnikoli obliki že aktualna koalicija. Ker ta je že dokazala v teh 4 letih, da njim stabilnost pa interes države nista ravno na vrhu lestvic prioritetna. No in tu seveda sledi vprašanje, kakšna bo res zdaj po vašem mnenju ta vlada, namreč Anže Logar je in njegovi demokrati so ta teden po seveda spet merjenju nekih podatkov, anket in tako naprej, ne vemo, verjamemo ali ne, ampak vendarle so izpadli kot nek bodoči jeziček na tehtnici. Zdaj, kam se bo nagnil Anže Logar? Kakšna bo zdaj ta vlada? To je zdaj vprašanje za €1 milijon, bi lahko rekli. Ja, se ko Anžeta Logarja to sprašujemo, ne vemo, ne povemo. Ja, on je tako, ne, ko je še kazal ambicijo, da bi bil zmagovalec teh volitev, je govoril, da če bi on sestavljal vlado, da bi si želel pač vlado, ki ne bi bila monolitna, ne, se pravi sam iz enega dela političnega pola. Ne. To se mi ne zdi slabo. Ne. V Sloveniji smo že videli, da je boljše, če imamo pač vlade, ki so, bi rekel, saj toliko heterogene, no, da niso čist monolitne, ali desnica ali levica. Ne. To, kar imamo zdaj, je najboljši primer tega. Ne. Pač večje monolitnosti od tega ne moramo, ne bi mogli imeti. Ne. In to je znak, da take vlade niso v redu. Zdaj, po vseh anketah ne kaže, da bi Logarjevi demokrati bili v igri za volilno zmago. Ne? Kaže pa, da bi lahko bili tisto, kar ste vi rekli, jeziček na tehtnici. To se mi zdi še najboljši slovenski izraz, nekak angleški izraz je kingmaker, ne? Se pravi tisti, ki postavi prihodnjo oblast. Ne? Zdaj, težko je reči, jaz ne vem, ne vidim v glavo Anžeta Logarja, kako se bo on odločil po volitvah glede tega. Ne? Se pa bojim, da ta odločitev, ali bi Logar potem omogočil neko desno vlado, ki bi jo predvidoma vodil Janez Janša, ne? Ali pa bi omogočil neko drugo vlado, ki bi slej ko prej, če bo, kar se pričakuje, Janez Janša relativni zmagovalec volitev, ne, spet pomenila, da je edini motiv anti-Janša, se pravi sam to, da ne vlada Janša. In to smo zdaj imeli že kar nekaj mandatov zapored in smo videli, da to pač ne funkcionira, ker Slovenija od tega nima nič, ne, da ni Janša na oblasti.
Zdaj, če je Janša na oblasti, lahko presojamo, kaj ima od tega. Od tega, če ni Janša na oblasti, pa res Slovenija nič nima. Skratka, taka neka anti-Janša vlada, tudi če Anže Logar osebno ne bo za to, recimo, da bi se formirala neka anti-Janša vlada, bo izjemen pritisk na njegove poslance, da se kaj takega zgodi. Posebej, če bo rezultat tesen. Spomnimo se, recimo, kaj se je dogajalo po volitvah leta 96 in poslanski prestopi in tako naprej. In kar tega ne znam zdaj napovedati, tudi ne bi hotel tvegati ocene, kam se bo Logar nagnil, tudi rezultatov še ne bi upal ta hip napovedati, ker vendarle je še dober mesec do volitev. Bi si pa upal napovedati, da aktualni režim bo res storil vse, kar se da ostane na oblasti. In če bojo volilni rezultati taki, da bo dobil možnost, da bi se dalo z poslanskimi prestopi 1, 2, 3 zagotoviti kontinuiteto oblasti, se bojim, da bo Logar imel težko nalogo, posebej, ker je to nova stranka, da bi zagotovil neko disciplino poslancev ali pa da bi poslanci, ki bi bili izvoljeni na listi njegove stranke, vsi, bi rekel, spoštovali odločitve vodstva stranke. Ker ima tudi kandidate take, ki so bili v prejšnjih vladah. Tako in predvsem zato, ker pri novih strankah je ta hudič, tako rečem, da v bistvu ti niti ne veš, kdo bo izvoljen in ne poznaš teh ljudi toliko, da bi lahko rekel, da bodo stranki lojalni. Tu bi se sam še referiral na bivšega predsednika stranke Konkretno in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki mi je v enem pogovoru zaupal, da ko je šel v koalicijo takrat z Janezom Janšo, je imel 10 poslancev, na koncu mandata je imel sam še 3. 7 so mu jih tako ali drugače odpeljali, kupili v narekovajih. In vendarle je to bila stranka, ki se je prej imenovala SMC, ki je bila vladna stranka in tako naprej, ki je že bila en mandat v parlamentu, Logar zdaj začenja na novo. In če so Počivalško lahko odpeljali 7 poslancev v 10, lahko samo ugibamo, koliko poslancev bi bili pripravljeni odpeljati Logarju, če bi to služilo za to, da se režim, ki je trenutno na oblasti, ohrani. Zdaj, če pogledamo, kaj vemo. Vemo to, da do sedaj vlade, ker imamo tak volilni sistem, so vedno so bile mešane koalicije. Torej, to ni neka noviteta, nekaj novega, da bo vzel nekoga iz leva. Ampak Anže Logar je rekel, da bo sodeloval in šel v koalicijo z največjo to levo-sredinsko. To smo razumeli kot z Gibanjem Svoboda. Dočinko Janez Janša je pa rekel, da v primeru, da bi Logar bil ta jeziček na tehtnici, z njim ne bo šel v koalicijo. To je precej zapletena situacija. To v bistvu zmanjšuje možnosti, po mojem oceni, da bi Janez Janša sestavil vlado po teh volitvah. Ker, kakor zdaj kažejo javnomnenjske ankete, bo neko vlado brez demokratov zelo težko sestaviti. Ne glede na to, kdo jo bo sestavljal. Zdaj, pri Logarju je dodatna težava ta, da on je rekel, da bi šel z največjo stranko na drugi strani v koalicijo, ampak ne bi šel z Gibanjem, ne bi šel z Robertom Golobom. Tako da možno je, da bi vlado po volitvah ne sestavljal Robert Golob. To ne bi bil prvi tak primer. Mi smo imeli primer volitev leta 2011, kjer je Zoran Janković bil relativni zmagovalec teh volitev. Vlade ni uspel sestaviti, jo Janez Janša, potem ko je ta vlada padla zaradi poročila KPK in izstopa Desusa in Virantove stranke, liste Gregorja Viranta, je v bistvu potem novo vlado ni vodil Zoran Janković, ampak je na vztrajanje Socialnih demokratov, takrat so poiskali novega mandatarja, je to bila Alenka Bratušek. Teoretično obstaja možnost, da če bi recimo Gibanje Svoboda dobilo na anti-Janša strani največ glasov, da bi bilo drugo recimo na volitvah, da ne bi Robert Golob sestavljal nove vlade. Jaz sicer mislim, da je ta možnost zelo majhna, ker težko je bi rekel nekoga, ki je že bil predsednik vlade, pa ki bi imel največ glasov, prepričati, da bo zdaj vlado vodil nekdo drug, tako da pustimo se presenetiti. Pa tudi Anže Logar želi biti predsednik vlade. Te matematike, ki jo pa Logar tu zdaj zagovarja, se pravi, šel bom z največjo stranko iz drugega političnega pola, ne bom šel z Gibanjem Svoboda, a bo zdaj on prvi, če bo prvi pol, ni problem, bo lahko zbiral, s kom bi šel,
če ne bo prvi, bo težko zbiral, tako da nekako Janša ne bo pravite šel z njim da ne šel z njim v koalicijo, ne. Jaz ne vidim pol rešitve. Zdaj, če bi vse to bilo res, kar se zgovori, ne, potem do vlade sploh ne bi mogli priti. In bi mogli imeti še ene predčasne volitve, tega jaz ne verjamem, ne. Ker pritisk na to, da vlada je in da pač vendarle se vstopi v vlado, je zelo močana, ne. In to je tudi, sem prej pozabil omeniti, no, sam še to, dodatna paz za Logarja, ne, ker tudi, če bi on zagovarjal, recimo, ne, mi bomo ostali v opoziciji, ne, bo pritisk znotraj stranke seveda velik za to, da se v vlado gre, ne, ker boljše biti vladni poslanec kot opozicijski poslanec, še boljše pa biti recimo minister ali pa imeti dostop do vzvodov oblasti, ne. In tudi z tega vidika je zmerom znotraj strank, tudi če vodstvo stranke zagovarja drugačna stališča, je velik pritisk, da se v vlado gre. Vem to tudi iz lastnih izkušenj, ko sem še bil član Socialnih demokratov, ne, takrat je zmerom bil blazen pritisk, da se gre v vlado, ki jih je takrat sestavljal LDS, ne, za vsako ceno. Se pravi, pač sam, da gremo zraven in tako naprej, ne. In to so vse stvari, ki niso povsem v rokah, bi rekel, predsednika stranke, še posebej, če gre za neko novo stranko, ki tako rekoč je zdaj nastala iz nič, ne, in je čisto na začetku. No, seveda, volitve se bližajo, zdaj tudi Levica že izpopolnjuje svoje listo kandidatov. Ta teden so predstavili gospod Tino Brecelj, ne, v bistvu pač sodnico, prihaja iz pravosodja. Nekateri so rekli, no, zdaj maske so pa zdaj dokončno padle, ne, tako da vidimo, da so sodišča pravzaprav polna nekih, tako bi človek rekel, levičarjev, ne. Kako se zdaj to predstavlja? Najprej so Biserko Marolt Meden predstavili kot kandidatko. Zdaj, ima ta gospa pravzaprav sploh kakšne možnosti, oziroma človek se vpraša, ali je to treba, ker zdaj na nek način res izpostavi pravosodje še bolj tem reflektorjem, da vidimo, to je to. To mene gospa Petrovčič spominja na nabiranje goba, ne. Se pravi, ti hodiš po gozdu, pa pač pobereš vsako gobo, ko jo najdeš, niti ne veš, a so strupene ali so užitne, samo da jih imaš, a ne. Zato, ko priješ domov, da nimaš prazne košare, ne. Fascinantno je, ne, kako ena izmed koordinatorjev stranke Levica, ne, tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, vidimo, kako se na tej fotografiji Prešerno smeji, ne. Primerjamo to njeno reakcijo z reakcijo, ko je pa prišlo do prestopa njihovega poslanca Vatovca ne, izdajalci, ne vem kaj, izdal je volivce, sebe, prepričanje, ne vem koga, ne. Zdaj tle, ko pa k njim not letijo, pač ljudje pa niso nobeni izdajalci, pa je to najboljš na svetu in tako naprej, ne. To je pač ena velika dvoličnost. Jaz ne vem, a bo zdaj prihod gospe Brecelj v stranko Levica dvignil rezultat Levice na volitvah, spustil rezultat. Bolj se mi zdi to neko sporočilo, da pač si ona želi biti v igri še za neko funkcijo in je ocenila, da to preko Levice najlažje doseže, a ne. Se pravi, to neko kruhoborstvo, ki je prej bilo nek eksces ali pa bi rekel pač vzporeden pojav, ne, smo zdaj v vladavini Roberta Goloba in Tine Gaber v 4 letih smo zdaj spremenili v uradno vladno politiko, a ne, se pravi, edino, kar je, da poskrbim pač zase, a ne, in da sem pri koritu. In ta preigravanja zdaj znotraj teh strank, ne, jaz vidim sam v tem smislu, ne, se pravi, v bistvu, kam jaz lahko grem, da bom dobil največji poobedek, a ne, in tle so očitno ocenili, da gospa Brecelj, da je to pri Levici, Levica pa nam v bistvu sporoča, da oni so skoraj vsakega veseli, ko pride, sam da kdo pride, ne. Ampak res se meni postavlja vprašanje že dolgo pravzaprav, tudi ko gredo novinarji v politiko in kandidirajo, ne. Zdaj seveda tudi sodniki, ne. Si misliš pa, dobro, a je res to treba, ker to vrže madež na celo stroko, na vse nazaj, vse odločitve sodnikov bodo zdaj umazane s tako odločitvijo, tako kot novinarska poročanja. Za nazaj se bo pač vse dodatno presojalo, ne. Zdaj, če ti imaš integriteto, če ti pač verjameš v tisto, kar si delal in si to počel z integriteto, pa jaz nimam s tem težav, ker se lahko preveri za nazaj, pa se vidi, a ne. Konec koncev živimo v takem svetu, kjer vsakogar med nami, tudi naj v končni fazi lahko kliče na odgovornost kdorkoli hoče, ne.
in se nekaj za nazaj pač presoja in ti si pol se prisiljen tu braniti in nekaj dokazovati in zagovarjati. Ne. Problem je bolj drug, kot ga jaz vidim. Ne. Problem je, da oni ne skrivajo, da so šli v politiko ravno zato, ker so pred kot novinarji ali pa kot sodniki posel upravljali na ta način, da so se kvalificirali, da zdaj lahko, ne, da so jih zato povabili, ne. Ja. Kaj ne si mislimo o tem? Vladimir Prebilič bi rekel, so dobili licenco, ne. Se pravi, so izpolnjevali pogoje za licenco, ne. In to se meni zdi problem, ne, ker v bistvu vse ti ljudje se ne trudijo, da bi vsaj vtis dejali, da so nepristranski in tako naprej. Ne. Imamo tipičen primer predsednice Državnega zbora, ki je tudi bila sodnica in je nehala biti sodnica zato, ker ni ločila, ne, da pač more soditi po pravu in pravično, ne pa po svojih preferencah. In je prišla v politiko in zdaj tudi z mesta predsednice Državnega zbora sporoča, da ona ni tam zato, da bi bila prva med enakimi in da bi vodila Državni zbor, ampak da je zgolj nek kolešček v stroju, ne, aktualne oblasti Svobode in da tam je zato, da tišči opozicijo dol in da omogoča Svobodi, da čim bolj lagodno preživlja prosti čas na oblasti. Ne. Tako da ta sporočila so meni bolj problematična, kot pa ti prehodi. Ne. Jaz se trudim pač presojati ljudi na podlagi tega, kaj tam, kjer so, počnejo. A ne. Zdaj, kaj so bili prej, kaj bojo pol, ni tako važno, če takrat, ko so, vejo, kje so, pa ti svoj posel profesionalno upravljajo. Ne. Ti ljudje pa v bistvu tega ne počnejo in še hvalijo se s tem, ne? Da v bistvu, evo, zdaj sem pa jaz tukaj, ne? Zato, ker sem že tam oddelala tisto, kar sem mogla. No, ampak prav, ko omenjate predsednico Državnega zbora, zdaj lahko beremo, to nedeljo, konec tedna bodo imeli tudi oni, bodo predstavili kandidatno listo v Gibanju Svoboda in ona bo spet kandidirala. Ne? To se pravi, se je uspelo preriniti na kandidatno listo ali bo izvoljena. Kaj menite? Prosila na vse pretege, da bi prišla gor, ne? Tako sem jaz razumel. Tudi se rokovala z predsednikom vlade. Po grošnih revijah je razlagala, da še ne ve, da je zaskrbljena za svojo politično prihodnost. Zdaj so se očitno usmilili, ne? Na listo jo bojo dali. Mogoče zato, ker niti kandidatk nimajo, ne. Sicer se mogoče lahko nesramno sliši, ampak vendarle spolne kvote so kar težava za slovenske politične stranke, ne. Ker težko dobijo ženske kandidatke in zdaj, če imaš pa kandidatko, ki komi čaka, ne, da bi bila na listo uvrščena, ki praktično tudi, sem prepričan, če ne bi pri Svobodi prišla skozi, bi bila tudi v Levici lahko, ali pa pri Socialnih demokratih, ali pa pri komorkoli že, samo da bi na listi bila, ne. To so te pokončni ljudje z visoko integriteto in moralno držo, ne? Če sem malo ciničen. Ne vem, a bo izvoljena ali ne bo izvoljena, jaz samo upam, da ne bo več predsednica Državnega zbora. Ne? To pa zato, ker je standarde izjemno spustila, ker se je obnašala popolnoma drugače, kot je bila do zdaj ustaljena praksa. Jaz sem trdno prepričan, da vsak njen predhodnik se je bolj trudil biti, bi rekel, prvi med enakimi in ohranjati integriteto Državnega zbora, tako navznoter kot navzven, kot vizavi recimo aktualne vlade, kot pa takratne vlade, kot pa recimo ona. No. Tako da, če bo že izvoljena, jaz upam, da saj predsednica Državnega zbora več ne bo. Ker to, kar zdaj počne, je res razvrednotenje te funkcije. Ne. V bistvu tekmujeta s predsednikom vlade, kdo bi funkcijo bolj razvrednotil. Skoraj moram tu na pol pohvaliti predsednico republike, ki sicer je daleč od idealne, ampak vsaj v tej tekmi ne tekmuje ali pa ne tekmuje ves čas. Ne. Medtem ko pri predsednici Državnega zbora pa predsedniku vlade imam pa skozi občutek, da tekmujeta, kdo bo naredil večjo farso iz funkcije, ki jo upravljata. No. Ja, predsednica republike ima volitve šele drugo leto. Ja, še ima čas. Ima še čas, ne. No, ampak zdaj, kar se volitev tiče, ne, smo že izvedeli, da predčasno glasovanje seveda bo tudi letos, ne. Odprto bo spet neko veliko giga glasovalni center, volišče, menda v Stožicah. Zdaj pojavlja se vprašanje, ali je to sploh zakonito, da se združi v eno veliko predčasno volišče vse, kajti morali, seveda predčasno glasovanje mora biti omogočeno po 69. členu zakona o volitvah, ampak vendarle na sedežu teh lokalnih volilnih komisij. Ne? In seveda bistveno vprašanje, kdo bo od četrtka, torek, sreda, četrtek, od četrtka, ko se to konča, varoval te skrinjice, zakaj se teh glasov predčasnih ne prešteje in ne napiše zapisnik. Ja, zdaj tako, postopki, ki se peljejo v zvezi z volitvami, ni to zdaj prvič.
Na srečo imamo že z aktualnim vodstvom Državne volilne komisije, vemo, da so bile težave že z samim izvedbo volilnega procesa, ne, tudi na referendumih in tako naprej. Niso taki, da bi zbujali zaupanje pri volivcih, ne, da bojo zadeve potekale po pravilih. Ne. Zdaj, jaz nisem pristaš teorij zarote, tudi ne bi rad zdaj vnaprej tle nekaj že diskvalificiral rezultatov ali pa bil plat zvona. Ne. Ja. Je pa res nenavadno, da se iz volitev dela neki, bi rekel, kar bi gleda kot nujno zlo, ne? In da dajmo zdaj to nekaj zracionalizirati, pa dajmo to poenostaviti, pa dajmo vse na en kup, pa ne vem kva, pa gor pa dole. Ne? Se pravi, praktično tudi te kraji se kar zbirajo enkrat na Gospodarskem razstavišču, zdaj že v Stožicah, ne? Naslednjič bo verjetno kar na hipodromu Stožice, že to pod milim nebom potekali, ne? Če spet malo se prepustim cinizmu. Skratka, kaže se, ne, da to pač bomo naredili tako, da ja, bo čim več dvomov, pa da ja, če kjer ga uspemo prepričati, da ne bo šel volit, da ga pač prepričamo. Ne. Tako da jaz bi z tega mesta sam pozval volivke in volivce, da naj grejo na volitve in naj oddajo svoj glas. Ne? In naj volijo za tistega, za kjer ga mislijo, da jih bo najboljš predstavljal. Ne? In da se naj pri tem ne prepuščajo strahovom, kaj bo z glasovnicami, kdo jih bo čuval, kaj bo z njimi in gor pa dol. To so lahko upravičeni strahovi, ampak to nas ne sme, se mi zdi, odvrniti od bistva. Ne? To pa je, da jasno izražena volja volivcev na volitvah še zmerom največ šteje. Ne? Čeprav, če greva spet od predsednice republike navzdol, ne, ki je že vnaprej napovedala, da ona ne bo dala mandata najprej relativnemu zmagovalcu volitev, kar pomeni, da je sporočila, da njo nič ne briga, kakva bo izražena volja volivcev na volitvah, ne, ampak bo dala mandat tismu, ki bo prinesel 46 poslanskih podpisov. Ne. To je v stilu z njeno življenjsko prakso, bi jaz rekel, da tismu, ko nekaj prinese, pač ona pol da, ne, v tem primeru mandat, v kakih drugih primerih kaj drugega. Skratka, najvišji predstavniki države sporočajo, da jim je volja volivcev figomar, ampak jaz vseeno ne bi zdaj podlegel tem nekih strahovom, kaj se bo s temi pač glasovnicami dogajali in tako naprej. Jaz verjamem, da tisti, ki so v ta proces vključeni, bojo pač spoštovali pravila po svojih najboljših močeh. V tej meri, da bi rekel, volilni rezultat ne bo ogrožen v smislu legalnosti ali pa v smislu, da bi ga z nekimi nečednostmi, kaznivimi dejanji in tako naprej lahko prilagodila. Ne? Se pravi, če bojo ljudje šli volit, če bodo izrazili svoje nezadovoljstvo s tem, kar se je zadnja 4 leta dogajalo, pol se jaz ne bojim glede volilnega rezultata. No, jaz bi pa tu vseeno delila svojo osebno izkušnjo. In tudi še danes ne vem, zakaj se je to dogajalo. Samo enkrat sem šla na predčasno volišče, drugače pa vedno grem na volišče v nedeljo. Ne? Ja. Ampak takrat, veste, ko sem prišla, torej, ko pridemo na volišče, se moramo podpisati, da smo se udeležili. Ja, drži, ja. In meni niso dovolili, da se podpišem s svojim pisalom modrim, ampak sem se morala z njihovim, ki je pisalo zeleno, v zeleni barvi. Zdaj pa jaz slučajno vem, da rdeča in zelena barva se ne vidita, če človek nekaj fotokopira. Tako da sem takrat sicer protestirala, ampak mi niso dovolili. Sem se morala podpisati za zeleno. In sem potem dejansko razmišljala, kaj če nekdo te volilne pač liste prisotnosti fotokopira, a ne, pa se moje udeležbe ne vidi. In edina napaka, ki sem jo takrat naredila, jaz bi takrat morala iti še enkrat na volišče v nedeljo, da bi videla, a sem jaz že podpisana z zeleno, ali nisem. Razumem, ja. Kajti drugič, kadar jaz grem na volišče, jaz nikoli ne vidim zelenih podpisov. In takrat je to v meni vzbudilo tak dvom, da absolutno odsvetujem, da ljudje gredo na predčasno. Moram iz osebne izkušnje, lahko da ni nič res, ampak to, da pa moram zeleno barvo nekaj pisati, je pa res sramota. To se strinjam, ja, to pač, ampak hotel sem to povedati, zdaj, če bi to bilo množično, pa na vseh voliščih potem, ne, ampak hotel sem to reči, da sigurno so take zlorabe možne, ne? Jaz tudi dopuščam možnost, da se dogaja, ampak tako sem rekel, če bo večinska volja volilnega telesa na volitvah to pač, da se ta oblast zamenja. Pa če bodo to prešteli prav, pa ne bo kdo. Se bo ta oblast zamenjala. Ne? Ne glede na to, kdo bo štel. To se mi zdi, da moramo imeti zaupanja v volilni proces pri nas, pa v tiste, ki ga izvajajo. Ne? Če se bojo vmes pač pojavile kakšne dvomi v nepravilnosti in tako naprej, jaz verjamem, da se bo to dal razčistiti. No? Jaz računam, da aktualni režim tako daleč ne bi šel, da bi poskušal falsificirati volitve.
Verjamem pa, da bo naredil vse, da bo volilni rezultat za njih ugoden in verjamem, da bo po volitvah naredil vse, da bi ostal na oblasti. No. Sam proces volitev pa mislim, da niti niso sposobni v tolikšni meri minirati, da bi recimo lahko ponaredili volilni rezultat. Ampak vseeno, kdo čuva te skrinjice? Zakaj se to ne prešteje takrat na licu mesta? Sej, kdo jih je pa čuval že do zdaj? Mislim, da služba Zorana Jankovića. Glede tega, bo pač enako, kot je bilo do zdaj. No. Se pravi, gotovo bo to zdaj še pod posebnim povečevalom, ne? In tudi opozicijske stranke imajo tu možnosti, da pač nadzirajo ta proces in verjamem, da ga bojo izkoristili. No. Jih bojo izkoristili. Tako da, se pravi, to so lahko upravičene bojazni, lahko tudi prihaja do to vrstnih kršitev, ampak v globalni zgodbi, ne, tako kot sem rekel, če se Slovenija večinsko odloči, volivke in volivci, da si želijo spremembo na oblasti, potem to težko s kakršnokoli poskusom volilne prevare pač preprečiš. Ne? No, ampak prevare se dogajajo. Ne? Tule je naša direktorica RTV Slovenija Ksenija Horvat med nikogaršnjimi hlapci. In seveda ona je zdaj tako govorijo na Tarči. Ne. Oddaje Tarča včeraj ni bilo. Zdaj seveda vodstvo pravi, da je prišlo do nekega bolniškega izpada. Zdaj ne vemo točno kaj, ampak menda, tako pravijo na Tarči, ki so tudi objavili to sporočilo, so želeli delati oddajo o predsednikovi soprogi, torej Tini Gaber Golob in njenemu domnevnemu umešavanju v kadrovsko politiko. Dve temi naj bi bili, kadrovanje na Darsu in kadrovanje na ministrstvu pristojno za kmetijstvo, ne, kjer se je omenjala soproga predsednika vlade. Zdaj, imate prav, imamo dve teoriji, zdaj komu verjeti, ne. Jaz se nagibam k temu, da verjamem ustvarjalcev oddaje. Zakaj, ne? Zato, ker vodstvo RTV pravi, da oddaje ni bilo zaradi neke odsotnosti nepričakovane, namiguje se na bolniško odsotnost, ampak tisti, ki bi mogli biti bolni, zanikajo, da bi bili bolni, ne. Se pravi, jaz pač verjamem, da vejo, ali so bolni ali niso, ne? Sploh, ker pač ustvarjajo še zmerom najbolj gledano informativno oddajo na TV Slovenija, ne? In verjetno mora biti zdravi, če to počnejo. Ne? Skratka, v njihovo sposobnost presojanja lastnega zdravstvenega stanja ne bi dvomil, ne? Imam pa kupico razlogov, da dvomim o tem, da vodstvo RTV Slovenija resnicoljubno sporoča, pač zakaj je preprečilo to včerajšnjo oddajo. Ne? Ker je popolnoma jasno, da je TV Slovenija po osvoboditvi v narekovajih v takem stanju, ne? Da bi rekel, da že pred morebitnimi pritiski politike, ki vemo se ves čas dogajajo in to je sestavni del novinarskega posla, ne? Da tisti, o katerih poročaš, bojo pač poskušali pritiskati nate, da ti poročaš o njih tako, kot bi oni radi in s tem se moraš pač soočiti, če ne v medijih ne moreš delati. Zdaj je pa taka situacija na TV Slovenije, da se bojim, da niti pritiskati ni treba, ne? Se pravi, da ne rabi Tina Gaber dvigniti telefona ali pa Robert Golob ali pa kdorkoli drug in poklicati na RTV Slovenije, ker oni že sami vejo od osvoboditve naprej, kaj jim je storiti. Ne? In dokazov nima, ampak sem prepričan, da je vodstvo TV Slovenija pač to oddajo preprečilo, ker je ocenilo, da bi lahko ta oddaja prvič jih postavila v slabo luč vizavi aktualne oblasti in drugič očitno imela nek vpliv na volilni rezultat. Ne? Oboje jaz mislim, da je skregano z vsako zdravo logiko. Ne? Prvo zato, ker pač ta oblast itak ve, da so oni tam po njihovi volji, jih je tja nastavila, a ne? In v kakšno slabo luč bi se lahko s tem spravili, če bi upravljali pač nek svoj novinarski posel, vsaj po minimalnih standardih. Ne? Slepiti se zdaj, gospa Petrovčič, da ena oddaja TV Slovenija, ne, več kot en mesec pred volitvami lahko bistveno vpliva na volilni rezultat. Na imidž Tine Gaber Golob. Ali pa na tis pa še sploh ne more, imate prav, dobrodošla opomba. Je pa sploh zgrešeno, ker TV Slovenija že dolgo nima tega statusa več in imidž Tine Gaber Golob je tak, da bi rekel, da tudi serija oddaj na TV Slovenija ne bi mogla bistveno spremeniti njene javne ali pa medijske podobe. Ne. Se mi zdi pa žalostno, no, da se nekako tudi ustvarjalci oddaje na pol posipajo s pepelom v tej debati, češ žal nam je, da moramo o tem javno govoriti, preden smo se uspeli znotraj hiše pogovoriti. Gospa Petrovčič, vi ste bili del te hiše zelo dolgo časa. Mislim, o čem bi se mi tu sploh pogovarjali?
Se pravi, če ima kaj TV Slovenija, ima saj formalno neko jasno uredniško strukturo. A ne? Se pravi, o čem bi se direktorica televizije imela za voditeljico in urednico oddaje Tarča kaj za pogovarjati o vsebini oddaje Tarča? Jaz tega sploh ne razumem. In zakaj bi ustvarjalci oddaje Tarča se sploh hoteli v svojem avtorskem delu, ki to ni prva oddaja, ne, je že ne vem kila nešteto ta oddaja, verjetno so jo delali po istem kopitu, kot so delali vse prejšnje oddaje. Zakaj bi zdaj mogla tle neka interna debata biti, a je zdaj sprejemljivo, da imamo mi en teden pred začetkom uradne volilne kampanje neko oddajo, na TV Slovenija, kjer se omenja pač tudi potencialno soprogo predsednika vlade. Ne. In ta njihova reakcija, ne, da jim je zdaj nekaj žal, pa mogoče so zboleli, pa mogoče niso zboleli, ne, me samo utrjujejo v prepričanju, da nikogaršnji hlapci, ne, veliki zagovorniki svobode, uredniške svobode, svobode poročanja, svobode govora in tako naprej, ne, so taki sam, ko je oblast, ki ni njim pisana na kožo, ne, takrat niso zboleli. Tu bi pritrdil pač tedajnemu direktorju. 2 leti so množično poseli Sloveniji. Tako, tedajnemu direktorju TV Slovenija, ne, Urbaniji, ki je pač rekel, da v njegovem mandatu Erika Žnidaršič ni nikoli zbolela, ne. Zdaj pač je kar naprej bolna, ne, pa so njeni na oblasti, ne, v narekovajih njeni, ne. Skratka, je pa res, ne, da imeli smo podoben primer cenzure tudi že na Planet TV, ne, kjer tudi vodi gospod Urbanija. Res je, da ti zasebna televizija so zasebni lastniki, ne, ampak bi rekel, tudi tam ni bilo reakcije, edini neposredni ustvarjalec te oddaje, ne, Bojan Požar je pač nehal delati to oddajo, ne. Zdaj, jaz ne pričakujem, da bo Erika Žnidaršič dala pač odpoved na TV Slovenija, ne pričakujem, da bo odstopila kot voditeljica Tarče, ne. Bom pa rekel, no, da pričakujem pa vsaj to, da bo bolna tudi v času volilne kampanje, ko bi predvideva morala voditi predvolilna soočenja, ne. Ker če pa na to pristane, da zdaj, ko so jo blokirali oddajo, ko so jo javno pokazali rdeč karton, ker vsi vemo, zakaj je šlo, da pa potem še vseeno servilno pač, ne, gre čez to in pomaga, ne, zdaj TV Slovenija ustvarjati vtis, da so oni pač televizija Roberta Goloba in Tine Gaber, ne. To pa se mi zdi, da je pod njeno sicer dosti visoko profesionalno držano, ker jo kot novinarko posebej glede na to, na kateri inštituciji dela, jo kar cenim, no. Tako da upam, da saj toliko neke osebne integritete bo premogla, no, da ne bo zdaj pač zamahnila z roko, in ne, češ, tu je bilo zdaj neko nesoglasje, zdaj pa gremo naprej. No, še posebej zato, ker je tudi Erika Žnidaršič oblekla to majico večkrat nikogaršnji hlapci, ne, in zdaj pač ti hlapci in društvo novinarjev in vse te organizacije in Nika Kovač so tiho, zdaj Močijo. Pa ni nikogar. Molk je zlato, ne. Seveda pravi tisti, ki so tudi recimo ravno na primeru gospe Žnidaršič se to jasno vidi, ne. Se pravi, v času mandata prejšnje vlade, ne, pod prejšnjim vodstvom RTV so jo razglasili malo da ne za Ivano Orleansko, ne, svobodnega novinarskega poročanja v Sloveniji, je postavili na piedestal in ne vem kaj, ne. Cela Slovenija je zadrževala dih, ne, a bo še ta oddaja Tarča, a bo jo ona še uvodila, vsi drugi novinarji so bili pa oblateni, a bo še obdržala službo, ne. Takoj, ko se je zamenjala oblast, ne, so eno drugo oddajo oziroma celo uredništvo kar ukinili, ne. Ljudi postavili na cesto, kar se je izkazalo za nezakonito, ne. Seveda v imenu tega, da niso hlapci, ne, oziroma kot bi rekel Marcel Štefančič, da jih je pač jebeno več, ne. In zdaj, ko teh jebeno več, bi rekel, ne, da ne rečemo narekovajih, jebe pač svojo novinarsko kolegico, pa pravite vi popolnoma pravilno, tišina, ne. Se pravi, popolna tišina, nihče se ne oglasi, ne. In ta dvoličnost, to je tisto, kar mene najbolj se mi zdi pri tem boli, ne. Ti ves čas poudarjaš, kako si ti za neke visoke standarde, potem pa, ko imaš prvo priložnost, da dokažeš, da si res za take standarde, ne, saj približno, pa stisneš rep med noge, ne. In to je tisto, kar bi rekel, da je res slabo sporočilo, ker, ne, da se ta
anti-Janša, se pravi, sam, da ni Janša, moment se pol še pa s tem podloži, ne? Se pravi, ne sam, da ni Janša, ampak tudi, ko smo mi, je dovoljeno vse, ne? Ker je to vse v borbi proti temu, da ni Janša, ne? To se mi zdi res degutantno, no? In nimam res nobenega spoštovanja do vseh teh, ki so v ta proces vključeni, oziroma ki zdaj seveda so zamudili priložnost, da bi rekli kaj, kar bi dvignali njihov profesionalnost pa integriteto v očeh javnosti. Pa še ena distanca je, prej ste omenili seveda Planet TV pa RTV Slovenija, zdaj seveda Planet TV, tako kot tudi ta medij, kjer sva zdaj, je v zasebnih rokah. Ja, to se razume, a ne? Ampak na RTV Slovenija so pa zdaj, jih je pa ta vlada, oni imajo višji prispevek za RTV, ljudje to plačujemo, vsi državljani to so prisilni plačevati, iz proračuna so bili zaliti z denarjem, ne? To je le javni medij, saj tako se razglašajo. Tudi nekdanji direktor Kadunc je zdaj napisal in ugotovil, da so dobili celo denar iz Ministrstva za obrambo, kar je bilo praktično v teh njihovih uradnih papirjih, ne vem, tajno, preslišano, ni bilo zabeleženo. Zato je ta problem, ker gre za javni medij. Ne si naredijo svoj medij, pa bodo lahko delali in bodo lahko nekogašnji hlapci. Sej v bistvu tudi v najinem imenu, ne? Se pravi imenu vseh, ki plačujemo obvezni RTV prispevek, ne? Oni sprejemajo odločitve in se obnašajo tako, kot se obnašajo. Ne? To je ta težava. Ne? In v bistvu mene bi bilo sram na njihovem mestu res. Da na tak način, da te pol tvoji zaposleni odkrito postavijo na laž, ne? Pač, če si že to naredil, potem pač imej saj toliko poguma, ne? Pa osebne integritete, pa pač jasno povej, da si to naredil zaradi tega, pa tega ne se pol skrivati za nekimi izgovori osnovnošolskimi ali pa vrtčevskimi. Ne? Pes mi je pojedel nalogo, zvezek, zato nimam naloge. Ne? Se pravi, mislim, ne, bod vsaj toliko človeka pa povej, pač smo preprečili to oddajo, zaradi tega pa tega. Smo dobili denar in moramo zdaj tako ali pa tako, ne? Najbrž, ali pa imamo zvezane roke, dol, ne pa z nekimi otroškimi izgovori. Ne? To se mi zdi, da je res pod nivojem. No, da je kampanja že v teku, kaže tudi slavnostna govornica na Prešernovi proslavi, Zdenka Badovinac. Ona je spet nekako politično zasukala ta svoj govor, strašila je pred izgubo svobode govora, propagando za vojno, a ne. Ona je pravzaprav rekla, da je treba tistim, ki hočejo vzeti glas civilni družbi in sodobni umetnosti reči stop. Ne? To se pravi, ona je seveda pripadnica levice, praktično na vsakem koraku, na vsaki prireditvi navijajo za levico, tudi spet na državni prireditvi, ki jo plačujemo vsi. Saj so plačani za to, ne? Ne samo posredno, tudi neposredno. Ne? Sej, če pogledamo tokove denarja, ne, v tem mandatu iz Ministrstva za kulturo, predvsem kam so šli, nam je vse jasno. Ne? To, kar je v bistvu fascinantno, je to, da gospa Badovinac v bistvu opisuje aktualen mandat, ne? Svari pa pred tem, da bi se to res zgodilo. Sprav, jaz si moram pač razočarati. Svarila so odveč, ker to se že dogaja, to pred čemer ona svari. Ne? Svoboda govora pri nas je že izgubljena. Ne? Ti, če govoriš tisto, kar pač misliš, da je prav, tvegaš, ne? Da bo šel na sodišče, da ti bojo poslali na vrata policijo in tako naprej. Poslali, ja, se pravi, to svobode govora že več ni. Se pravi, vse to, kar se ona boji, ne? Tudi vojna propaganda, ne? To ni se treba bati, da še le bo. Ne? To že imamo zdaj. Ne? Saj imamo zdaj celo pač državni holding, ne? Orožarski in tako naprej. Ne? Tako da, če gospa misli, da so to njene moraste sanje, naj se čim prej zbudi, ker to že zdaj živimo. Ne? In je to spet neka hipokrizija. Ne? Se pravi, mi strašimo, da bo Janša naredil to, kar mi že vsak dan v bistvu počnemo in za kar smo plačani. Ne? Ja. In ti bi rekel, politični agitatorji, ne? Ti politični plačanci, ki zdaj na vrat na nos vsi ugotavljajo, da kako se bo končal svet in demokracija in bo padla večna tema na Slovenijo, ne? Če volilni rezultat ne bo njim pogodil. V bistvu v resnici sam sporočajo, da te apanaže, ki jih zdaj neupravičeno dobivajo, bi radi obdržali še naprej. Ne? No, ampak glede na to, da so taki svetovljani, ne? Da se razglašajo, je zelo zanimivo, zdaj je v svetu največja afera Jeffreya Epsteina, ne? Ki sega tudi na področje Slovenije. Ne? Tu pa imamo neko paralelo
paralelno zelo podobno afero Dušana Smodeja, ne, Fotopub, tudi tam so mogoče, tako pravijo, omamili dekleta, doživela so karkoli, videli smo posnetke. Zdaj, Dušan Smodej je pa menda v Benetkah, pa sam je objavil posnetke iz Švice, ne, recimo, tako na Instagramu, to se pravi, kaj je zdaj to? Zakaj ta obtožnica njega ne doseže? Ne? Spominja na tisti hollywoodski film z Leonardom DiCapriom v glavni vlogi, ne, po resničnih dogodkih, ujemi me, če me moreš. Ne. Catch me if you can. Ja, to je zdaj očitno neka slovenska varianta. Ne. Gospod Smodej sporoča, ne, pač ujemite me, če me morate, zdaj sem tu, zdaj sem tam. Očitno slovensko pravosodje, ne, ki je doseglo 4 poslance Nove Slovenije, ki so pač v okviru Komisije za nadzor nad tajnimi službami, ne, upravljali svoj posel, ne, gospoda Smodeja nikakor ne more doseči, ne, se jim venomer izmika, ne. Ta afera Fotopub je indikativna, ker seveda... To je Epstein v Sloveniji. Ja, dejansko pač prirejen na naše razmere, ampak sej, kot vsaka druga stvar, ne, če gledamo red velikosti ZDA ali pa recimo red velikosti Slovenije. Ja, to je spet en dokaz te dvoličnosti, ne, se pravi največji zagovorniki spolne nedotakljivosti in tako naprej. Ne. V praksi vidimo, ne, da spet eno zagovarjajo, drugo sami počnejo. Ne. In to, da je največji strah antistranke Levice ta hipa, ne, da bi v javnost prišli podatki ali pa da bi roka pravice dosegla gospoda Smodeja in bi on na sodišču povedal, ne, da so tudi najvišji predstavniki stranke Levica pač redno obiskovali, ne, ta njegov pač bi rekel, ne vem, kak bi temu sploh rekel, no, to njegovo ustanovo za serijsko kršenje pač spolne nedotakljivosti in izživljanje nad ljudmi, ne, in da so tam mogoče bili celo v nekih poudarjenih vlogah, ne, je glavna bojazen ta hip, ne, antistranke Levica, ne. Tako da jaz sem 100%, da do volitev, pa še verjetno tudi po volitvah, slovensko pravosodje ne bo našlo gospoda Smodeja, da se jim bo še zmeraj uspešno izmikal, ne. Tisto, kar sem že večkrat danes poudaril, to, kar me najbolj boli, je pa to, da to spet počnejo vsaj delno tudi v mojem imenu, ker so pač za ime stranke uzurpirali ime Levica. Ne? In v Sloveniji imamo problem, da marsikdo lahko kar zasede nek pojem, ne? Si ga prilasti in potem v bistvu posredno tudi v tvojem imenu pač počne stvari, ki so zavržne in tudi kaznive. Ampak pomembno je poudariti tudi to, da tožilstvo, ki pa ni del pravosodja, ampak del vlade, pravzaprav je za Mateja Tonina v bistvu zahtevalo odvzem njegove poslanske imunitete takoj, ne, zdajle ta teden, dočim ko tu pa ne izda mednarodne tiralice za Dušana Smodeja. Ja, zato, ker če bi izdali mednarodno tiralico, potem bi tuji pravosodni organi verjetno odreagirali in ga prijeli in ga nam izročili. Ne? In potem bi imeli mi zadrego. Ne? Jaz tako sem rekel že na začetku. Ne? Zdaj se pravi, gospod Smodej očitno veliko manjša nevarnost za pravno varnost pa pravni red v Sloveniji, ne? In za spoštovanje zakonov, za neopravljanje kaznivih dejanj, kot evropski poslanec, bivši predsednik dolgoletni stranke Nove Slovenije, Matej Tonin. Ne? Zdaj, te 4 poslanci Nove Slovenije, ki so v to zgodbo vključeni, no, mogoče to tudi vredno poudariti, ne? Nobeden izmed njih ni na prvo žogo tak, da bi mi lahko do zdaj resno podvomili o njihovo osebno ali pa politično integriteto. Ne? Se pravi, to niso poslanci, ki so bili predmet nekih afer, ki bi prestopali med strankami, ki bi dajali vtis ali pa da bi jih celo dobili v nekih zadevah, kjer bi recimo pač zlorabljali svoj politični mandat ali pa kaj počeli za denar. Ne? Če bi zdaj dajali neke ocene pavšalne o tem, kjer so pač poslanci ali pa politiki z integriteto, bi se ravno ti verjetno kar visok pač na tej lestvici uvrstili. Ja. In tako je naše tožilstvo preganja. Ne? Tiste, za katere pa res obstaja utemeljen sum, da so storili huda kazniva dejanja, ne? Kjer so žrtve v končni fazi spregovorile in tako naprej, kjer imajo pravosodni organi vse dokazane, pa mirno potujejo po svetu, se slikajo tam in objavljajo na Instagramu, nam kažejo osle, ne? In se norčujejo v bistvu iz nas. Ampak
Norčujejo se iz našega pravosodja oziroma se naše pravosodje iz nas norčuje. Ne? V tej konkretni zadevi pač tožilstvo. Ne? Ja. No, ampak vendarle na teh Epsteinovih dokumentih so tudi ljudje, ki so povezani ali pa so iz Slovenije. Recimo Marina Abramovič je pravzaprav 8. decembra 2014 v Palo Altu, Kalifornija, je v bistvu za Epsteinove srečanje elitnih umetnikov je enostavno se udeležila tega srečanja in je pripravila nek ekshibicionistično predstavo, tako piše polno v bistvu nekih tudi spolnih scen, tako bi človek lahko rekel, a ne. Ampak to je pa naša elita, ki pa se z njo slika. Ne? Tole je nastalo 3. december 2024, ko je bila odprta njena razstava. O tem pa ne pišemo nič. Ne? To se pravi, Slovenci na Epsteinovem seznamu tega zdaj ni, ali kako? Ja, mislim, veliko se pogovarjamo o tem, kolikrat je aktualni ameriški predsednik Donald Trump tam omenjen na teh seznamih, to pa ne. Ja, če ste vi prej delili eno osebno izkušnjo, pa mi dovolite, da še jaz eno osebno izkušnjo v zvezi s tem delim. Znači, moj starejši otrok pač obiskuje eno izmed ljubljanskih gimnazij in tam so prvi letniki in tam so jim organizirali ravno zdaj nedavno pač ogled razstave Marine Abramoviča, sodobna umetnost. Tudi, kakor sem zvedel, so vprašali učitelja oziroma šolo, ali je problem golota, ne? Tu gre za 16 let stare otroke, so pač dobili odgovor, da golota ni problem in so tam nek performance pač te otroci gledali. Ne bi zdaj pač šel v podrobnosti, ker se mi zdi, da to ni take vrste oddaja, ampak performance je bil tak, da bi rekel, da na umetnost ni spominjal, ne. Zdaj je bil sodoben, pa si lahko vsak sam presodi. Tako da bi rekel, da to, da se vrh države slika z neko tako umetnico v narekovajih, ima potem konkretne posledice navzdol. To je bilo moje sporočilo. V šolstvu, ker seveda to se sporoča, da je to pač ne samo sprejemljivo, ampak tudi zaželeno. To pa moramo. In potem vidimo, ne, da potem tudi v izobraževalnem sistemu se to pozna. Ne. Podoben primer je recimo bil, ko je nek ravnatelj neke ljubljanske šole za otroke s posebnimi potrebami, ponižal samega sebe, svojo funkcijo in svojo šolo, ne, da je pristal na beden poskus politizacije in bi rekel, marketizacije praznovanja Božiča na tisti šoli, ne, ko je tedaj še partnerka, zdaj soproga predsednika vlade Tina Gaber, zlorabila te otroke, ne, zato da je delala lastno promocijo z njimi na svojih družbenih omrežjih. Ne. Tisti, ki so na to pristali, starši, tisti otroci so bili del tega praznovanja Božiča oziroma obiska Božička, tisti, ki pa niso pristali, pa niso bili. Ne? In tu vidimo, da v bistvu te malverzacije, zlorabe oblasti se potem poznajo tudi navzdol in zato je to sistemski problem. No, ta teden pa smo izvedeli tudi en izsledek iz analize inštituta Trivelis, nismo še slišali za ta, vsaj jaz ne, za ta inštitut, in sicer v tej analizi so analizirali nekdanjega novinarja Uroša Lipuščka, ki se veliko oglaša s svojimi stališči, ki so v osnovi proruska, bi lahko rekli. In prav tako tudi recimo so ugotovili za stranko Levica, je bilo ugotovljeno, to je bilo pa na portalu 24 ur ugotovljeno, da pravzaprav zakaj gre. Ko recimo Uroš Lipušček da nek intervju in izrazi svoje mnenje, ki ga ima lahko, a ne, se potem takoj pripne cel sistem nekih komentarjev, nekih trolov, ki dejansko še naprej potencirajo to prorusko, protievropsko, protinatovsko stališče. Podobno tudi pri izjavah Levice, ki so dobro možne, a ne. Čeprav moram povedati, da ko sem brala od Igorja Omerze knjigo Temna stran dela, je notri naveden tudi Uroš Lipušček kot sodelavec Udbe. Zdaj, je to res ali ne? Igor Omerza ga je nadel v teh arhivih. To se pravi, kaj zdaj to pomeni? Koliko je Slovenija prepletena s to rusko propagando in še posebej to pomembno, da vemo zdaj pred volitvami, da kdor bo kaj rekel o Rusiji, bodo takoj se gor obesili neki troli in potencirali to, pejmo iz NATO, Rusija je fajn, Ukrajina je ne vem kaj, skratka.
Ma ne vem, jaz mislim tako, da karkoli rečeš, moraš računati s tem, da se bojo nate obesili pač neki troli v režiji ali pa pod plačilom tistega, ki se ne strinja s tem, kar si ti povedal, sploh če misli, da to ogroža kakšne njegove politične interese, poslovne ali kjer druge. Ne? Zdaj, če smo prej rekli, da pač se zavzemamo za svobodo govora, moramo tu biti dosledni. Ne? Pač, kot se sami rekli, Uroš Lipušček ima vso pravico, da pač on sporoča svoje osebna mnenja in stališča. Zdaj, so ta proruska ali so protiruska, mene čisto nič ne mota. Ne? Enako pravico ima tudi stranka Levica. Ne? Zdaj, če pa je res, da stranka Levica v bistvu za to sporočanje stališč pač zlorablja javna sredstva, ker zasebnih po moje nimajo, ker v stranki Levice bolj malo ljudi, ki so zasebno karkoli ustvarjali v življenju, v glavnem so taki, ki živijo od javnih jasli, ne? Da zato zlorablja javna sredstva, da pač plačuje neke bote ali ne vem koga, da v njihovem imenu taka stališča zagovarjajo. To pa sem absolutno proti temu. Kar se pa tega tiče, a je stranka Levica prorusko usmerjena, protirusko usmerjena, ali je gospod Lipušček prorusko usmerjen, protirusko usmerjen, to jaz mislim, da ni stvar, ki bi mene zanimala ali pa ki bi lahko bila v Sloveniji problem. Fajn je, da imamo čim več informacij, ne posebej glede stranke Levica, da se bo vsak lahko na volitvah toliko bolj bi rekel, argumentirano odločil, a jih podpre ali jih ne podpre. Se pomembna je predvsem ta kritična distanca volivcev, ki to gledajo in berejo. Ne? To je pomembno, ker tukaj gre za to zavajanje neke umetne inteligence. To je pomembno, ker tega ni, po moje. Tako, da vemo, da vse, kar beremo, da to ni bil nek Lojze, ampak ta Lojze ne obstaja. To je nek vidimo iz izkušenj, da po eni strani smo do tega slabo senzibilni, ker smo vsi med nami večkrat žrtve raznih tovrstnih prevar, da verjamemo, da je neka javna oseba nekaj rekla, pa se izkaže, da ni rekla, ali pa da kupujemo kakšnega mačka v žaklu. Ne. Tako da tukaj moram priznati vam, jaz nisem optimist, da bi slovensko volilno telo pač bilo sposobno kakšne precejšnje tu kritične distance. Ne. Jaz bolj kot to upam, da so vsaj sposobni kritične bližine do tega, kako živijo. In če bodo glasovali na podlagi tega, kako živijo, kaj se jim je v tem mandatu pač dogajalo, v kakem stanju je Slovenija, v kakem stanju je slovensko gospodarstvo, v kakem stanju je pluralizem medijev, svoboda govora in tako naprej, dostop do zdravnika, neke elementarne pravice, svoboščine, bi rekel, pritikline, ki bi jih mogla vsaka normalna država zagotavljati. Ne. Pol še enkrat, pa se jaz za volilni rezultat ne bojim. Če bodo pa namesto tega raje verjeli, tako kot vi pravite, nekemu umetnemu Lojzetu na nekem družbenem omrežju, ki sploh ne obstaja, ne, pol pa lahko sam rečem, Bog nam pomaga. Ja, ampak glejte, Bog nam pomaga, tudi Robert Golob, predsednik vlade, ne. Zdaj, senat KPK ni izločil Roberta Šubija, ne, v tej zadevi Karigador. Ne, in zdaj Robert Golob govori čuda stvari, se snema s kamero, ne, in on je zdaj predstavil nek račun, ki seveda nima podpisa, nima žiga, ne. Skratka, on je zdaj začel kar aktivno sodelovati tudi s parlamentom, šel je na C0 preiskovalno komisijo in je rekel, da on pravzaprav nima nobene moči, do zdaj sploh na parlament ni prišel. Koliko bodo vsi ti triki, on je seveda rekel, da mora se, kar se kanala C0 tiče, stroka poenotiti, ampak ravno stroka v njegovem ministrstvu, ne, je vedno rekla, to ni v redu in je politika, neka politična državna sekretarka vplivala, da ni pač vpliva na okolje. Torej, to je noro, kar zdaj počnejo. Stroka se mora poenotiti, ja. Mislim, mogoče bi mogla še omeniti, da je tudi zvedel ta teden predsednik vlade, da smo v Sloveniji arbitrarno dvignili minimalno plačo in je za nazaj ugotovil, da to mogoče ni dobro za slovensko gospodarstvo. Ne. Tako da očitno ni vedel tega prej, mu niso povedali, da so to naredili v njegovem imenu. Ja, zdaj, jaz verjamem, da on nima moči pri kanalu C0, ne. Ima pa moč njegova soproga, Tina Gaber, ne, ker to smo pa že večkrat videli. Odlov medvedov, odlov nutri, ne, kdo je minister za okolje, kdo je minister za kmetijstvo, kaj smemo jesti, česa ne smemo jesti. Omrežnine. Ona ima ogromno moči. Ne. Še celo o primeru uboja Aleša Šutarja,
mu je ona dala zeleno luč, da pač gre on v sprejem Šuterjevega zakona. Tako da mogoče bi tudi pri kanalu C0 njo vprašal, ne? Ampak verjamem, glede na to, kolikor se slika z županom glavnega mesta, ki je med drugim izjavil tudi, da je bila ona rojena za prvo damo, da tu ne bo kruha. Ne? Ja, predsednik vlade zdaj ne ve, kaj bi naredil, da bi ostal predsednik vlade, ne? Nazivni. Ker v bistvu vidimo skozi cel mandat, da če ne ve, da smo dvignali minimalno plačo, pol je jasno, da on je tam sam zato, da preživlja prosti čas na mesto predsednika vlade. On je presenečen, tudi kar se SP-jev tiče. In da zlorablja to svojo funkcijo za to, da pač posluje z državo, ne? Sam sebi tako rekoč prodaja elektriko, po ceni, ki jo sam določi, ki jo seveda mi vsi plačujemo. Skratka, pač na njega se obračati z nekimi problemi države, brez veze po moje. Vse ostalo je pa del te neke neformalne že predvolilne kampanje. Ne? On se zdaj spet poudarjeno snema, svojo soprogo je sicer da oni niso dvignili davkov. Umaknil iz medijev, ja. Tudi ko hoče, mislim, kot da je na nekem tekmovanju za misel pa resničnostnem šovu, zdaj bi rad prikupil se volivcem s tem, da sta z soprogo pač vzela nekega hišnega ljubljenčka, imata zdaj tam enega psa, ne? In mi zdaj lahko spremljamo, kako ta pes priteče in tako kot vsak pes, ne? Pač je vesel, ko vidi svojega lastnika. Pomaha z repom, ja, bliže pač obraz predsednika vlade, ampak tisto, kar je meni fascinantno pri teh posnetkih je, da tudi neka taka stvar, ki je čist, bi rekel, običajna, bi mogla biti neprisiljena, ne, pač ti si vesel psa, pes je vesel tebe, še tam zgleda zlagan, ne. Če tam ta njegov nasmeh, pa to se vidi, da je prav prisiljen, da je natreniran, da ne. Se pravi, mene res zanima, kdaj je predsednik slovenske vlade Robert Golob, kdaj je sploh on pristen, iskren, sam do sebe in do vseh ostalih. Ker kar upravlja funkcijo, pa kar mi vidimo, praktično ga vsak teden ujamemo na kaki laži, ne? In to res taki spet otroški, plastični, ne? Pač nisem jaz pojedel vseh krofov, pač ne vem, sraka je preletela skozi okno, pa je zadnjega odnesla, ne? Tega tipa. Ko nam sporoča, da je on v bistvu človek iz mesa in krvi in tudi laže, ne? Je vegan, pa je ribe na dopustu, pa školjke, pa tako naprej, ne? Isto njegova zdajšnja soproga, ne? Skratka, kaj je sploh res pri njemu, ne? Identiteto mu kradejo, ne? Ni rekel tega, kar je rekel, kar smo vsi slišali, da je rekel, ne? Ne bo pokazal računa, pa pokaže račun, ki ni račun, ne? Ja. Mislim, zdaj tisti, ki je napisal ta račun, ga je treba res pozdraviti vprašati, ne? Ker prvo, kar sem jaz opazil, je to, da je recimo Robert Golob je napisan z malimi črkami, Tina Gaber pa z velikimi tiskanimi črkami. Zdaj ne vem, ali so hoteli poudariti, ali je to neka zahteva predsednika vlade, da ko se njegovo soprogo pač na račune piše, da je treba pisati z velikimi tiskanimi črkami, nočitev in zajtrk je za eno osebo, turistična taksa je za 2 osebi, zdaj ne vem, ena oseba je bila prijavljena, pa ni prišla, ali je na črno pač prespala, pa ni zajtrkovala, ne, skratka, noro je res to, kar se nam dogaja, ampak ne smemo zdaj zaradi dreves pregledati gozda, ne. Gozd pa je ta, da predsednik vlade, ko preživlja prosti čas kot nazivni predsednik vlade na svoji funkciji, ne, to zlorablja na različne načine, tudi tako, ne, da očitno zastonj oziroma za neke protiusluge dopustuje pri raznih ljudeh, ki imajo take ali drugačne koristi od tega, da on preživlja svoj prosti čas kot nazivni predsednik vlade, ne. In pri tem pač ga čisto nič ne moti, da to ruši načela integritete, da razvrednoti njegovo funkcijo in da je res med zadnjimi v Sloveniji, ki si ne bi mogel privoščiti nekega dopusta v lastni režiji na nekem pač jadranskem otoku, ne. In to sam kaže, kak človek je. In še enkrat se vračam. Volivke in volivci se moramo vprašati 22. marca, ali mi želimo, da se to nadaljuje. Ali mi želimo za nazaj upravičiti vse, kar počne Robert Golob, kar počne Tina Gaber, kar počne ta klika na oblasti in reči, to je vse super, mi hočemo, da je to še naprej. Sam to vprašanje si mora vsak pri sebi odgovoriti in ko si bo odgovoril, naj gre na volitve. No, ampak ali želimo, da je še vedno 130 000 ljudi brez zdravnika,
Ja. In 22.600 otrok nimajo izbranega zdravnika in seveda novorojenčki, pa ste to, nimajo pediatra. No? Ja. Po več tednov, ko se otrok rodi, ko bi mogel biti cepljen, pa jaz te pregledi, ni pediatra. Kot starš dveh otrok, da se za nazaj, ne, da bi takrat, ko sta bila recimo tako stara, ko sta bila dojenčka, da bi bil v taki situaciji, si ne predstavljam. No. Tako da tem staršem absolutno ne zavidam, posebej, če imajo te otroci slučajno kakšne zdravstvene težave. Tudi, pa niti ne vedo, če nimajo pediatra. Tako, in to v bistvu v neki državi, ne, da smo mi zdaj prišli v situacijo, kjer imamo zdravstvo slabše, kot smo ga imeli recimo v bivši skupni državi, ne, tako po dostopnosti kot po kvaliteti. In da to ni zaradi nekih objektivnih razlogov ali pa nekih razlogov, ki bi bili izven naše moči, ampak skoraj izključno zaradi tega, kako se predvsem ta aktualna oblast zadnja 4 leta obnaša do tega področja. Ne. Kakšno gonjo je šla proti zdravnikom, kakšna maščevalnost jih vodi, ne, da zdaj so pripravljeni ljudi pustiti v trpljenju in ljudem odrekati pravico do operacije, ki so že imeli termine pri koncesionarjih, ne, rezervirani za nujne posege, pa je zdaj vlada z eno potezo to zbrisala, ne, ker je pač omejila kvote koncesionarjem za operacije. Se pravi, tu ne gre za zlorabe, gospa Petrovčič, gre za to, da vi potrebujete poseg, ki je plačan pri nas iz javnih sredstev in plačujemo. In ga zato posebej plačujete in ga to pač upravi koncesionar, zato ker javno zdravstvo nima dosti kapacitet. Zdaj pa vlada rekla ne, zato ker koncesionar s tem tudi nekaj zasluži, bomo mi to omejili in pač vi zdaj ne boste na vrsti za operacijo, ne vem, prihodnji torek, ampak šele čez pol leta ali pa čez 2 leti. Ne. To je res zavržno. In v bistvu zdaj lahko spremljamo po Ljubljani, saj sem videl neke plakate, pa tudi ob avtocesti, ne, več zdravnikov, ne, se pravi, pod Janševo vlado je bilo manj zdravnikov, zdaj je več zdravnikov. Čakalne dobe po starem sistemu, ne vem, koliko 70% nad pač dopustno dobo, po novem sistemu še hujš, ki so ga sami uvedli. Sami ste omenili številko, koliko ljudi pač čaka nedopustno dolgo na zdravniško oskrbo. Gonja proti zdravnikom, ne, zraven pa sporočamo, imamo več zdravnikov. Ja, če to drži, da imamo več zdravnikov v javnem zdravstvu, očitno ti zdravniki še manj naredijo, kot so prej naredili. Ampak jaz sem trdno prepričan, ni problem v zdravnikih. Ne? Seveda so tudi med zdravniki lahko ekscesi, tako kot v vsakem poklicu, ampak generalno gledano, tu gre za ljudi, gospa Petrovčič, ki so, ne vem, 12 let se izobraževali, stažirali in tako naprej, zato da so lahko postali zdravniki. No? In dajmo jim možnost, da upravljajo svoj poklic. Če smo vložili toliko sredstev in časa oni v to, da so pač to postali, dajmo jim možnost, da upravljajo svoj poklic. Dajmo jih plačati to, ko si zaslužijo. Nimam nič proti, če privabimo tudi zdravnike iz tujine, ne? Ampak ne na način, da moram jaz zdaj googlati, a ta zdravnik sploh ve, kaj dela ali ne, kakšne reference ima, ne? Ker to nam zdaj Golobova oblast sporoča, da teh zdravnikov ni treba preverjati, ki pridejo k nam iz tujine, ne? Posebej iz Zahodnega Balkana, ker se vidi že iz javno dostopnih virov, da imajo oni neke blazne reference in ne vem kaj in tako naprej. Gospa Petrovčič, če vi zdaj pridete na upravno enoto, pa rečete, da ste bili prej v eni državi, da ste izgubili vozniško, pa naj vam verjamejo na besedo, pa vam naj izdajo novo vozniško dovoljenje, vam ga ne bojo izdali. Ne? Se pravi, pri zdravniku pa mi lahko zdaj verjamemo kar njim na besedo, da oni to znajo delati. Zakaj pa rabimo sploh toliko tujih zdravnikov? Ja, zato, ker smo vse domače zdravnike pregnali iz javnega zdravstva, ker smo kot edini na svetu prepovedali pač upravljanje dvojne prakse. Ne. In ko Golob, predsednik vlade, govori, da smo edini na svetu imeli to dvojnost, v bistvu spet laže, ker zdaj smo edini na svetu, ki nimamo te dvojnosti. Ne. Drugače vsi ostali po Evropi saj, no, da ne bom rekel za svet, pa to možnost imajo. Ne. Pa prej bila saj možnost, da recimo, če te nekdo v javnem ali pa koncesionar ne vzame, čakaš preveč, greš k zasebniku. Zdaj pa še tega ni več. Zdaj pa tudi k zasebniku ne moreš. Ne moreš praktično nikamor. Ja, v bistvu nam sporočajo, da si sam kriv, če porabiš zdravnika, ne? In da slovenski zdravstveni sistem odlično deluje, če ga ne rabiš. Ne?
Se pravi, takoj, ko ga pa rabiš, je važno, pa da ga konec. plačuješ. Ja. Ja. No, seveda, zdaj ne ogroža pa Golob samo pacientov, bodočih pacientov, ljudi, ampak tudi na nek način delavce, ne, zaposlene. Namreč Gospodarska zbornica, njena analitska služba, je ocenila, da dvig minimalne plače ogroža 66 000 delovnih mest v 16 000 podjetjih. Pa oni so prav proti gospodarstvu. Jaz ne vem, Ja. a ne znajo, je to namenoma, ali praktično resnično sprejemajo ukrepe, ne da bi vedeli sploh, kaj sprejemajo. Ja, jaz mislim, da tu veliko boljš, kot bi znal jaz, tudi zaradi tega, ker ima veliko daljše tudi osebne izkušnje s tem, kot pa recimo jaz tudi vod podjetje z več zaposlenimi. Mariborski podjetnik, ne, Marko Vrdev, ki ga Ja. pač jaz osebno tudi zelo cenim, ker on je iskren, a ne, do sebe in do drugih in to se mi zdi, da je v tem času redkost in je res na lep način, no, tudi obsežno napisal na Ja. družbenem omrežju Poglejmo Facebook. zdaj ta mem, ki ga je Zakaj je objavil to- neko luno, nekega Ja, meseca. Ne? Zakaj je Zdaj to mesec, recimo ja. težava, ne? In njega bi res težko obtožili, da je nek zakrknjen kapitalist, da je Ja. proti delavskim pravicam, da izkorišča ljudi in tako naprej. Zelo lepo razložil, v čem je tu problem. Ne? Seveda jaz kot socialni demokrat po političnem prepričanju, jaz sem takoj za to, gospa Petrovčič, da je minimalna plača 1000 evrov. Ne? Ampak ne na način, da bo 66 000 ljudi potencialno ostalo za to brez službe, pa da bomo hmali vsi na 1500 evrov plače, ne, če ne bomo na minimalni plači. Ker to je v Sloveniji problem. Ne? Ja. Če bi mi imeli plače takšne, kot imajo v Avstriji povprečne, bi bilo absolutno zaželeno, da je minimalna plača 1000 evrov ali pa še več. Ampak problem je, da jih nimamo. Problem je, da mi ne delamo na tem, da bi dodano vrednost na zaposlenega dvignili. Problem je, da mi ne delamo nič na tem, da bi dvignili produktivnost. Problem je, da mi s to plačo, minimalno, tudi to Meščevo plačo dvignjeno, ne, za katero je Golob za nazaj izvedel, da se je to zgodilo, ne, mi dobimo za to plačo manj, kot dobijo na sosednjem Hrvaškem. Ja. In to je naša težava. Ne? Se pravi, a smo mi res šli v osamosvojitev, kot takrat daleč najbolj razvita in propulzivna republika bivše Jugoslavije, da bomo pa zdaj po 30 letih imeli slabši dejanski standard kot na sosednjem Hrvaškem. Da recimo zdravnikov, o katerih sva prej govorila, iz Hrvaške sploh ne dobimo več v Slovenijo, zato ker imajo tam višje plače. Da kmalu že zdravnikov iz Srbije ne bomo dobili več v Slovenijo, ker se jim ne bo splačalo to. Iz Bosne, da naši zdravniki zdaj preko vikenda hodijo operirati recimo v Bosno, v Banja Luko, zato ker imajo tam boljše pogoje, kot jih imajo pri nas. Ne? To je zdaj problem. In to, da imamo mi na oblasti koalicijo, ne, ki kar z neko potezo, pač zato, ker so zdaj pač volitve in bi zdaj oni radi se prikupili tu, ko reče, od zdaj naprej bo pa 1000 evrov, zakaj pa ne 1005 evrov, zakaj pa ne 995, zakaj pa ne 1200, ne. Skratka, to je res tak nek najbolj primitiven populizem najslabše vrste, ampak tako sem rekel še enkrat, to nam vlada. In če hočemo, da nam bo to vladalo še po 22. marcu, tu pa imamo mi škarje in platno v rokah. Ja, no in ta podjetnik Marko Vrdev je napisal na svojem Facebooku, ne, najprej smo na vrat na nos dobili ukaz države, da moramo vsem zaposlenim izplačati božičnico. Drži. Potem, komaj mesec dni kasneje, obvestilo, da se mora minimalna plača dvigniti na 1000 evrov neto. Ja. Ker je bedak mesec, zdaj seveda se naslanja na tale mem, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, ker je bedak mesec tako rekel. Zdaj pa se je ta isti mesec, pa to je vedno mesec z malo, ne, odločil še, da bi se praznik, če pade na vikend, praznoval v ponedeljek. Ker zakaj pa ne, prav Vrdev. Vse podjetja očitno nimajo kaj drugega početi, kot prenašati posledice njegovih ideoloških fantazij. No in seveda se je oglasil tudi Brodnjak, to se pravi Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, ne, in pravi, da pač je Marko Vrdev, tako kot vi pravite, skrajno odgovoren človek, a ne? In da ekipa lunatikov na oblasti zaradi predloga, če pade praznik na dela prost dan, naj bo prost dan tudi naslednji dan, to je recimo ponedeljek. Janez Janša je rekel, no, če pa v ponedeljek dež, pa še en dan kasneje, ko bo sonce. Ne? Ali pa kar do srede potegnemo. Ne? Ja, mislim, se to je noro. Sej, gospod Brodnjak, mislim, da je tudi rekel, da je on socialni demokrat po političnem prepričanju, ne? Se pravi, jaz to tudi zase trdim. Se pravi, če mi dva rečeva, da to, kar ta vlada počne, ne? V imenu kukar pravic delavcev
Desusov in socialne demokracije in nas, da je zgrešeno, to težko se pol okarakterizira kot neko, pač bi rekel, desničarsko histerijo ali pa nekaj janšistične odzive in ne vem kva, nekih janšističnih podpornikov. Ne. Fašizem, ja, mogoče fašizma nas lahko vseeno obtožijo, ker to vidimo, da se širokogrudno v Sloveniji se ljudi obtožuje za fašiste. Ne, to pač pred nekih trezno razmislujočih ljudeh jaz upam, da povzroči nek razmislek, no, ker tako sem rekel, tu sploh ne gre, da bi mi tekmovali s koncepti zdaj, recimo, ne, levica, desnica, pač ne vem, a je boljš... Saj ni konceptov, vse kaj pa sploh so. Koncepta ni, ja, ampak to, kar se zdaj počne, je problem, ker je brez koncepta in samo ruši stvari, a ne. In mi smo daleč od tega, da bi tekmovali v tem, da bi se zdaj pogajali, kako se more pač prerasporediti družbeno bogatstvo, kako davki višji to gor, kaj je boljš, da imamo višje davke, pa boljš javne sisteme, nižje davke, pa tako naprej. Zato, ker v Sloveniji osnovne stvari ne funkcionirajo. In ta vlada se zdaj trudi, da bo do 22. marca še čim bolj uničila tisto, kar je mogoče zdaj še nekako spominjali, da normalno funkcionira, ne. No in seveda zdaj za konec vedno malce pogledamo tudi prestolnico ali pa druga mesta. Tokrat je spet nastopala Ljubljana na Bavarskem dvoru, je zdaj nek 36-letni državljan Slovenije iz prodajalne odtujil artikle, kršil javni red, pri tem pa vidno razkazoval nož. Ne. Mene zdaj tole več ne čudi, ne. Tudi sama sem že doživela na tem istem Bavarskem dvoru dogodek. To je kar popularno. Ja, tam, nažalost. Popularno, ne. Ja. Zdaj, prvo vprašanje, ali bi morali to cono, kjer so pač te razmere kritične v Ljubljani, in je zdaj to na Metelkovi, razširiti še na Bavarski dvor, pa počasno celotno najlepše mesto na svetu, ne? Ja, oziroma, kaj zdaj delajo sodniki na strankarskih kandidatnih listah, tukaj je njihovo delo, ne? Jaz se bojim, da to nam sledi, ne? Ker že to, ne, nekoč pač v nekih fantazmah elitno lokacijo, ne, med železniško postajo in Metelkovo so razglasili za nevarno območje, ne? Zdaj očitno vidimo v praksi Bavarski dvor še skoraj nevarnejše območje. Mene sam čudi to, gospod Petrovčič, da ne vem, mogoče je to samo moj zgrešen občutek, ampak v zadnjem času, jaz imam tak posel, da se dosti vozim pač po Sloveniji in zelo veliko srečujem pač, bi rekel, teh policijskih vozil, patrulj in tako naprej na cesti, ne. Po Ljubljani pa v bistvu ne. In zdaj, jaz ne vem, kakšne posledice ima to, da je zdaj to območje, recimo konkretno med železniško postajo pa Metelkovo, če sem prav razumel, razglašeno za nevarno območje. Ne? Več policistov bo tam. Jaz svojih otrok zdaj ne smem tja pustiti, ne? Moja partnerka tam bliz dela, tam čez hod v službo, a zdaj je ona v nevarnosti, kaj to zdaj, ne? A veste, mislim, zdravstveni dom je tam. Ja, recimo, ne, največja enota, največje ustanove za primarno zdravstvo v Sloveniji, recimo tam, ne. Tako da, jaz ne vem, kaj to zdaj pomeni, a veste, mi kar s temi nekimi koncepti in to kar prosto zdaj tu operiramo in a si pol sam kriv, če se ti tam kaj zgodi, ne. In je res, če je Slovenija kaj imela, kar so očitno tudi tujci, ne, tuji turisti, če so pri nas pač pohvalili, kaj so pohvalili to, da se počutijo varno, ne, kako so ljudje lahko sproščeni, kako ti lahko zvečer greš ven v mesto, te ni strah, da se ti bo kaj zgodilo, da te bo kdo oropal, kar naprej. To ne drži več, gospod Petrovčič. Jaz nisem Ljubljančan, ampak tisti, ki so, pač se pogovarjam z ljudmi, vidim, pač ljudi je strah, ljudje ne hodijo ven, mladi ne hodijo ven, strah jih je zvečer iti, strah jih je iti zjutraj v šolo, v službo, ker pač lahko naletijo na kakšne te neprijetnosti. Ne? In če zdaj se v Ljubljano že seli tisto, s čimer so na obmejnih območjih že dalj časa ljudje živijo, a ne? Ker tudi morajo se zaklepati, pač se jim odtuji lastnina in tako naprej. Ali pa jih ugrabijo in prevažajo v prtljažniku. Če grejo na sprehod v gozd, lahko tam naletijo na marsikaj, a ne? Zdaj že v glavnem mestu se nam to dogaja, a ne? Ko se nam bo to začelo dogajati čisto po celi Sloveniji, bo že prepozno. Tako da jaz ne vem, a bo tu kdo odreagiral ali ne bo odreagiral, ne? Pa da ne bo nesporazuma, nočem podpihovati nobenega etničnega, rasnega ali kakršnega koli sovraštva. Mene niti najmanj ne zanima, kakšne barve kože je kdo, kak jezik govori, katere veroizpovedi je. Če pač meni nič slabega noče, pa če spoštuje ista pravila kot jaz. In če pač nekdo maha z nožem, pač je treba odreagirati. In se ne zdaj prvo sprašvati, je migrant ali ni,
ali je prosilc za azil ali ni, kako bo zdaj javnost odreagirala, a volj Janšo, a volj Goloba, a ne? To je čist brezpredmetno. Ne? In jaz res ne bi rad, da bi moji otroci odraščali v kulturi, ne? Kjer si bojo recimo punce na pragu pubertete za rojstni dan med sabo solzivce podarjale, zato da se bojo lahko branile, ko bojo šle na trening ali pa v šolo. No, ampak spet je bil to nek star znanec policije, ne? Zato se tu pojavlja vprašanje, recimo ob tej gospe Tini Brecelj. Zato so ga izsledili, gospa Petrovčič, ne? Se so spet malo cinična, ker gospod Smode je očitno nov znanec policije, njega ne najde, ne? Te, ki so stari znanci, pa pač saj najde. No, ampak recimo Tina Brecelj zdaj kandidira, prihaja iz pravosodja, ampak jaz mislim, da je tukaj njihovo delo, da obdržijo te ljudi, da jih nekako preprečijo. Če se prav spomnim medijskih zapisov, in njen sin na eni ljubljanski srednji šoli tudi mahal z nožem pa grozil svojim sošolcem. Ne? To tudi ni bilo epiloga. Ne? Pa oba starša, ne? Tako kot oče, kot mama, pač iz pravosodja in tako naprej. Ne? Se pravi, kot lice tjovi, no lice dbovi, ne? Kar je dovoljeno Bogu, ni dovoljeno volo. Ne? Zdaj bogovi vemo, kdo so, jih vidimo na teh posnetkih tudi, ne? Ki se Prešerno smejijo, voli smo pa očitno mi vsi. Jaz trdno upam, da sam še do 22. marca. No? Jaz mislim, da je 4 leta tega, da smo bili voli več kot preveč in si ne bi želel, da bi se to nadaljevalo. No, ko ste omenili sina te gospe, tudi soprog, ne? Gospod Đorđević je imel pa pištolo na mizi, ko se je slikal, ne? V svoji pisarni. Mislim, čeprav je bil nek primer, ne vem, kakšno sporoča, kako se braniti pred temi, ki mahajo z nožem, ne? Tako da imaš pištolo na mizi. Jaz si ne želim, da bi šel v to smer. No? Jaz mislim, da ni rešitev, da se vsi vpišemo v strelske klube in se naučimo streljati, ne? In da se oborožimo. To ni rešitev. Rešitev pa je seveda, da vsak naredi največ, kar lahko za našo skupno varnost, predvsem pa tu država. Ne? Vse država ima aparat, ki lahko za to skrbi. Ne? In vidimo, da država pač ne more tega aparata učinkovito uporabljati, ker je seveda očistila tudi policijo, ne? Poleg javne RTV in nastavila očitno najbolj odgovorna mesta ljudi, ki niso sposobni pač obvladovati teh razmer. Ne? Jaz ne verjamem, da se je zaradi zunanjih okoliščin varnost v Sloveniji tako drastično poslabšala, kot sledi iz podatkov policije, da se je poslabšala. Da imamo v glavnem mestu, se vi to predstavljali, kdaj ob osamosvojitvi, gospa Petrovčič, da bomo imeli leta 2026 v glavnem mestu neka nevarna območja, ne? Kot da živimo v nekem Libanonu, mislim v Bejrutu, sred Libanona, ne? Pa imaš neke dele mesta, kam lahko greš, pa kamor ne smeš iti. To je res neverjetno. No? In v bistvu vse to v imenu tega, da ni na oblasti Janša in da smo mi tolerantni in sprejemajoči in ne vem kakšni so. No, ampak vseeno, recimo ta beg gospe Tine Brecelj v politiko mogoče kaže tudi na to, da vendarle se obetajo neke spremembe v pravosodju, namreč njen soprog ni bil izvoljen za predsednika Vrhovnega sodišča. To je bil velik šok. Nek drug je zdaj, ne? Ali to mogoče kaže na kaj drugega, na kakšne spremembe? Možno, ne? Zdaj izgleda, da lahko je tudi del nekega družinskega maščevanja, ne? Tistim, ki so dopustili, da se je to nezaslišano zgodilo, ampak jaz ne bi mogoče rekel, da ona beži v politiko, jaz bi rekel, da ona skozi v politiki bila. Samo formalno ni se slikala kot bodoča kandidatka Levice, čeprav razumem na parlamentarnih volitvah, ampak ko je bila pač na ministrstvu, mislim, da državna sekretarka, ne, je bila pač v politiki, ko je bila na sodišču, je bila v politiki in je skozi v politiki, ne, ker se pač politično odločala na vseh teh funkcijah, na katerih je bila. A ne? In pač tudi spet sam kot starš pač bi za to, kar počnejo moji otroci, še posebej, dokler niso polnoletni, predvsem pri sebi iskal razloge. No? In če ti ne uspe kot starš, potem ti bo težko uspel tudi na kakih, bi rekel, javnih ali pa bolj zahtevnih položajih. A ne? S tem, da se pa zdaj slika, da je šla v Levico, pa jaz mislim, da sam za nazaj verificira, kar je ves čas kariera očitno počela. No in seveda za konec to vprašanje, ali gre za beg, morebitni beg iz politike tudi v tejle vojni župana Jankovića s prebivalci Štepanskega naselja. Zdaj so oni vložili 2 tožbi, eno za motanje posesti, motensko tožbo in pa o vznemirjanju lastninske pravice proti MOL-u. On zdaj praktično na zemlji, da tako razložimo, za katero se še ne ve za parcele, a so v lasti MOL-a ali pa so v lasti krajanov, ker ta postopek je zdaj še odprt, sodno. On zdaj tam že pobira
parkirnino. A hoče zdaj prehiteti ta sodni postopek, ali kaj točno? Oni pravijo, da oni že 50 let uporabljajo to. Ja, tle je več vidikov. Ne. Prvo bi rekel, da deluje ljubljanski župan gospod Janković na podlagi izkušenj. Zato, ker če se spomnimo, kar nekaj let nazaj je mestna občina Ljubljana že prodajala neke parcele, mislim, da na Vojkovi cesti v Ljubljani, za katere se je izkazalo, da niso njihove, da je celo v zemljiški knjigi bilo zavedeno, da niso njihove, ampak je sodni postopek, sodišče ga je oprostilo, ker je reklo, da je on upravičeno verjel, da so njegove, čeprav je v zemljiški knjigi pisali, da niso njegove. Ne? Tako da očitno pač posledično on tudi zdaj verjame, da so te parcele, kamor je postavil parkomate, njegove, čeprav sodišče še ni odločilo, a so njegove. Ne? Bi pa rekel, da me na nek način fascinira, da v predvolilnem letu, ker tudi lokalne volitve bojo, mislim, da letos jeseni, gre v neko tako potezo. Ne? Tako da saj poguma mu ni moč očitati, ne? Ker recimo Roberta Goloba, njegovega protežiranca v nacionalni politiki, nazivnega predsednika vlade, nikoli nismo videli v podobni situaciji, da bi on stopil pred ljudi, pa tam zagovarjal recimo neke svoje odločitve. Ne? On bodi si se spreneveda, bodi si zbeži, bodi si premisli, bodi si za nazaj izve, ne? Kot smo včasih rekli v bivši skupni državi, jaz sem tek juče saznal, da smo mi dvignali minimalno plačo in da to ni mogoče najboljše v redu, če to narediš kar arbitrarno. Ne? Janković saj pride med ljudi in se tam z njimi pač prereka. Ne? Jaz si ne bi upal napovedati, kdo bo zmagal v tej sodni bitki. No? Moram pa reči iz praktičnih izkušenj, da človek zdaj res malo dvomil po Ljubljani, kje sploh lahko parkira, kje ne sme, kako pač naj zdaj poravna tisto parkirnino, posebej še zato, ker ti parkomati večinoma so sami taki, da delujejo na drobiž, ali pa pač preko nekih aplikacij, če tistih aplikacij nimaš, tudi plačati ne moreš pol. Skratka, ne vem, če je to sporočilo, da je proračun mestne občine Ljubljana toliko švoh v finančnem stanju, da morajo zdaj s parkirnino ga filati, pol me malo se bojim za Ljubljančane, no? Ampak izkušnje me pa učijo, da gospod Janković je že marsikatero oviro premagal, mislim, da bo tudi to, no? In da se bo prej on dogovoril z prebivalci Štepanskega naselja, kakor bojo sodni mlini pri nas odločili, čigave so te parcele. Ampak to odločitev, da gre v ta spor pred temi volitvami, ta odločitev postavlja dve vprašanji. Ali se je zato odločil, da bi v bistvu preusmeril pozornost iz morebitnih afer, ki bi zdaj lahko, če bi prišlo do čistk na sodišču, vendarle, malce se drugače zasukalo to na sodišču zoper njega, ali je na nezavedni ravni, ne želi biti več župan, pa zdaj gre v take nelogične poteze. Ja, to je dobro vprašanje. Mislim, da je napovedal, da bo maja sporočil letos odločitev, bo ponovno kandidiral. Jaz pričakujem, da bo ponovno kandidiral. Pa mislim, da on na ta način ne želi preusmerjati pozornosti, ampak kot že, ker je že res dolgo časa župan Ljubljana, 20 let bo zdaj, on vodi mestno občino Ljubljana tako, kot se njemu zdi prav. In se pri tem ne ozira, a se to ostalim zdi v redu ali ne, kaj v tem recimo meni sodišče, kaj v tem meni kdo drug, tak pač je, se mi zdi. In je tudi malo trmast, no. Saj pri nekih določenih projektih, ki jih on pelje, se mi zdi, da ta njegova trma pride do izraza. Recimo ta garažna hiša pod Ljubljansko tržnico ali pa v končni fazi ta kanal C0. Ja, ali pa pokop ljudi na Žalah. To pa sploh recimo, ki je pa spet, če si uporabim izraz iz prejšnjih skupnih časov, vam pameti, zakaj bi nekdo se to recimo, ker to pa res nima na nič vpliva. Tako da se mi zdi, da pač včasih je on preprosto trmast in sil z nekimi stvarmi, za katere bi marsikateri drug politik ali pa skoraj vsak drug na neki točki pač ocenil, da se mu to enostavno ne splača. On je pač drugačen in mogoče je celo bilo zdaj ugibam preveč zatišja, pa je rabo nek tak konflikt, da še nas se opozori. Ampak, a veste, gospa Petrovčič, v končni fazi za gospoda Jankovića velja isto, kot so se prej pogovarjali glede nacionalnih volitev. Lokalne volitve bodo in pač Ljubljančani, če so nezadovoljni z njegovim županovanjem, bojo imeli pravico in priložnost, da to svoje nezadovoljstvo izkažejo na volitvah. Še posebej zato, ker
če bodo, zato da bojo lahko prišli na volitve, ne mogli prvo plačati parkirnino Ja, na, ne vem, in uporabiti- na zelenici pred blokom. Ne, In kjer uporabiti zdaj živim. plavo ali pa črno pisalo, Recimo, zahtevati, ne pa zeleno, ker tisto so bile ravno županske volitve. Zeleno prdeče. No, evo, Zeleno vidite. rdeče se na fotokopiji ne Ja, vidi. zdaj, če bi se malo hecala, bi lahko rekla, da zeleno bi lahko bilo za volivce muslimanske veroizpovedi. Ne? Tako da vprašanje je. Vprašanje. Torej, za danes je to. Aljuš Pertinač, najlepša hvala za vaše komentarje Prosim, hvala lepa tudi vam. in hvala za pozornost. Nasvidenje.